Lepo pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Naložbeni navdih, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Generali Investments. Naš cilj je preprost, a ambiciozen. Pomagati ljudem, da svoje prihranke pretvorijo v pametne in donosne odločitve za prihodnost. Moje ime je Peter Merc, z mano pa bo gost Gregor Rebolj. Gregor, pozdravljen. Živijo. Jaz sicer zelo veliko vem o tebi, recimo, da gibava v približno podobnih krogih, startupi, tehnologija, tvegani kapital. Sigurno pa ne ve veliko ljudi, kaj vse počneš danes in predvsem kdo si. Pa bi mogoče začela, da se malo predstaviš. Super. Ponavadi, sploh v bistvu podcastih, ki so v namene izobraževanja in investiranja, poudarim, da jaz nisem ekonomist po izobrazbi, ampak sem v bistvu računalničar, se pravi diplomirani inženir računalništva in informatike. Naredil že par svojih podjetij, jih prodal in v bistvu pol čez to celo tranzicijo iz inženirja nekako šel v podjetnika, potem po prodaji v investitorja. Ne. Zdaj se pa predvsem ukvarjam v bistvu z investiranjem v mlada tehnološka podjetja, visoka tehnološka podjetja. Drugače podjetja, ki sem jih naredil, recimo, je taka, da malo bolj konkretno dodamo, Klika. To je podjetje, kjer smo delali zelo inovativne rešitve na področju, se pravi, takrat je bil glih nek tranzicija, ki je bil ta internet val in potem se je zgodil v bistvu ta val ali pa prelom na mobile pa na cloud. In smo v bistvu tam sestavili ekipo, kjer smo to res dobro vladali. Ne? In v bistvu, ko smo se enkrat srečali z Sportradarjem, ki je pa v bistvu takrat bil eden od ponudnikov športnih podatkov, smo se zelo dobro zbližali, oni so videli, da točno to rabijo, kar smo mi, in so nas povabili v ekipo kot co-founderje, zraven smo dobili delež, smo zamenjali delež, se pravi po združitvi, sedež na bordu in v bistvu takrat pol zrastel ta Sportradar, ne, v to, kar je danes, ki je v bistvu največji ponudnik športnih podatkov na svetu. Ne. Mislim, da kotira pri tem okoli 6 milijardah na Nasdaqu trenutno. Ne. Okay. Zdaj, ko smo malo diskutirali, o čem se bomo danes pogovarjala, sva videla pri temah, da bo naredila en tak top-down pristop, da se malo pogovarjali na začetku o državi, povezava s podjetništvom, torej kako je to oboje povezano, kako vpliva drugo na drugo. Potem se bo dotaknila malo posameznikov, ne posamezniki in podjetništvo na koncu potem končala tudi z eno malo tvojo bolj osebno noto, ne, kaj še ne bil potem miselni proces po exitu, kako danes upravljaš s premoženjem. Ampak če gre zdaj čisto malo konkretno, zdaj se nam bolj povedal svojo preteklost, kako si prišel do tle, kaj si danes, kaj konkretno pa danes recimo delaš? Ja, se pravi, moj glavni fokus trenutno je v bistvu kot partner v skladu Silicon Gardens. Skupaj v bistvu še z drugimi podjetniki, se pravi v bistvu zraven je Rok Zorko, ki je soustanovitelj Outfit 7, Izet Dralović, ki je soustanovitelj Microblinka in Fotometa. To je v bistvu ena zelo uspešna zgodba iz Hrvaške. Outfit 7 verjetno mi ni treba kaj več. In pa potem še top management iz Celtre in tako naprej. In mi v bistvu zdaj vodimo že tretji sklad, ki je malo več kot 30 milijonski, in investiramo v mlada tehnološka podjetja. Ne. Zdaj, kaj to točno pomeni? Ne? Moj delovnik, če ga tako pogledam, je razdeljen na veliko enega pogovarjanja z potencialnimi novimi ustanovitelji. Se pravi, moraš najprej najti, se pozicionirati na tak način, da v bistvu dosti zgodaj priješ, dosti tudi takrat, preden še oni v bistvu ustanovijo svoje podjetje, ne, in jim probati pomagati. Potem drug del je v bistvu samo upravljanje z naložbami, ki smo jih že naredili. Ne, se pravi, zdaj v portfelju imamo že več kot 60 investicij. Če omenim, recimo iz prvega sklada smo naredili investicijo v Flaviar, naredili, mislim, 25-kratnik return. Pijačke v flašah, degustacija. Ja, s tem Flaviar je precej v bistvu precej napredoval ali pa evolviral od tam. Ne? Tako da v bistvu zdaj se bolj pozicionirajo kot nek tak technology stack za prodajo, za e-commerce, ampak v tem svojem segmentu,
ki je zelo specifičen v Ameriki, ne, in zaradi tega pač v bistvu ga ne moreš z navadnimi orodji. To je kar pivo, kar se spomniš, takrat med korono sem si jaz naročil tiste male flaške, pol viskija, pa pol degustiral. Tako je. Zdaj ne bom v evaluaciji, ker pač v bistvu mislim, da ni javna, no, ampak v bistvu zelo lepo je tudi firma pač zrasla. Pa smo investirali v Clean Shelf, v bistvu to je bil tudi en 20-kratnik exit, Povio, ki je bil tudi v bistvu tak lep exit. In v bistvu, ne vem, zdaj, če mal povem še kakšne take brande, BirdBuddy, to je v bistvu pač eno podjetje, ki dela pametne ptiče hišice, kakorkoli se to mogoče sliši tako kot nišno, ne, je vse en trg za tem ogromen, ne, oni so lanskrat 55 milijonov prometa naredili, ne. Potem Blablab. Čak pa tle si pozabil še, zdaj so en nov produkt predstavila, ne, čist sveže zelo na tem lesemu v Ameriki. Tako je, oni se vedno bolj pač premikajo v to, da niso samo ptiči, ampak v bistvu ta cel odnos človeka do narave. In je vedno pač vidiš pri dobrih founderjih, ki znajo pač to vizijo razširiti na nekaj večjega. Ne. Saj, recimo, če pogledaš Ilona Muska, ne, pač on ne govori o avtih, on govori o pač samovzečih avtomobilih, ne, in taksih in tako naprej. Ne. In je kar ena taka umetnost, kako pol v bistvu iz nekje, ki si moraš ti pač neko tako jasno vizijo imeti, ki je pač precej večja, ne, in pač stremeti in delati proti temu. Ne. Ampak tako, ki si opazil, recimo, predstavljam si, da rabiš eno dobro osnovo. Recimo BirdBuddy je imel tukaj eno osnovo konkretno, ne, in zdaj on top delajo pa potem še dodatne produkte. Skratka, da je rast naprej, verjetno ne moreš vse najnagraditi. Ne moreš z veliko vizijo začeti, pa pač nič imeti, tako da to gre zelo postopoma. Ja. Še čisto, ki si omenil tvoj delavnik, ne, zdaj vemo, recimo, kakšni so ponavadi procenti, koliko startupov moš ti pogledati, da potem eno najdeš primerno investicijo. Zdaj, se dejansko ti ukvarjaš že s tistim prvim stikom, ali imaš ekipo, ki ti pol naredi neko selekcijo, skaute, pa pol ti vstopaš v eno? Čisto odvisno, ne, se pravi, imamo ekipo, ki pač dela veliko tega, se pravi, da hodi po eventih pa tako naprej. Ne. Matematika je taka, ne, da v bistvu od 100, ki se srečamo, recimo, da jih je 10 takih, ki jih pač pol vzamemo v, recimo, drugo obravnavo, malo bolj resno pogledamo, je pol 1 do 2 statistov, v katere investiramo. Ne. Se pravi, tukaj so zelo, kaj pa vem, niso vsa podjetja taka, ki so pač primerna za rizičen kapital. Ne. Pač enostavno moraš imeti velik globalen potencial, founderji morajo biti ambiciozni. To še ne pomeni, da je kaj narobe z podjetjem, ne, če pač v bistvu ne dobi rizičnega kapitala. Ne. Sam pač pomeni, da mogoče ne paše pač za ta sklad, ne. So pa še drugi. Ne. Kaj pa recimo, omenil si 10 je takih primernih. Koliko teh 10 recimo pridejo sami do vas, koliko jih morate pa vi najdete? Ne? Ker ponavadi, kot rekel nekdo, ki se sam ponuje, je verjetno manj atraktiven, kot pa nekdo, ki ga ti odkriješ, preden ga odkrijajo drugi. Ne? Siguren je pač v bistvu, zdaj sem pozabil ta zadnje statistike, ne? Ampak vidi se, da tisti, ki pridejo direktno do nas, ali pa ljudi, ki jih poznamo že odprej, ali pa ki imaš že dalj časa pač nek relationship, neko razmerje z njimi, ne, da jih pač poznaš, da so že kaj drugega naredili, tam je večja verjetnost. Ne, pač tudi, ker bo večja zgodba, mogoče so pač že kdaj že prej neko svojo zgodbo naredili, pa so se tam naučili. Ne. Tako da bi rekel, čisto samo, da bi pač računal na to, da bo šel na neki event, pa dobil tam lide, ne rečem, smo že investirali kdaj v koga, ki smo ga srečali na konferenci, ampak to se zelo, zelo redko zgodi. Ne. Ena pomembna zadeva še zraven, ne, ki je tudi en velik del našega dela, je to, da moraš pa zraven tudi skrbeti za cel ekosistem. Ne. In zdaj, poleg vsega tega ostalega lokalnega ekosistema bi predvsem poudaril odnos s tujimi skladi, ker naši skladi te pripeljejo do nekje, mogoče do Sirije, pa ne več naprej. Ne. Plus v bistvu velikosti sklada. Ja, oziroma pač tipa velikosti, recimo startupa, ki pa cine. To recimo, da ko iščeš investicijo večjo kot 5 milijonov, zelo verjetno boš pač rabo pač to že skombinirati kaj z zunanjimi skladi. Ne. Drugo, kar pa je pa seveda, veš, v bistvu ti Slovenijo gledaš kot en bubble, ne, in v bistvu tam se pač nek set podjetij dogaja. Ne. Ful dobro je imeti v bistvu ful večji pregled, ne, tako da mi probamo pa čim bolj celo Evropo pač pokrivati in tudi z drugimi skladi biti zelo blizu. Oni nas tretirajo kot v bistvu tisto referenco za to lokalno regijo, za recimo, če poenostavim ex-jugo, da če imajo tukaj pač kakšen opportunity, vidijo pač nekoga, Grega, kaj ti veš o njemu, kaj pa ti misliš o njemu in tako naprej. Ne. In to je pač tudi velik dela, ne, da pač v bistvu delaš na teh odnosih. Zraven recimo pač, spet je treba gledati, ne, da pač
samo mi smo osebno navezani na to lokalno regijo. Ne. En Nemec, en Skandinavec bo to gledal kot isto, kot Francijo ali pa Romunijo. Ne. Tako da v bistvu je treba jim tudi stvari poenostaviti, delamo pa promovirati. Ne. Delamo recimo vsako leto objavimo State of Adria Tech Report, kjer v bistvu pač sledimo vsem investicijam. To je malo za naš benchmarking, ne, da vidiš pač v bistvu, a smo kaj svalili ali ne. Po drugi strani pa v bistvu tudi to, da pokažemo, kaj vse se dogaja pri nas. A znaš to, ne veste ga, ker se ga ne spomnim, nisem ga videl. Ne še, ker v bistvu vedno je pol na podiumu, ne, to je pa v bistvu tudi druga zadeva, ne, ker smo zdaj letos še malo upgradali. Podium se nam zdi kot dobra platforma, da res lahko postavimo ga kot center za vsaj ta del, ne, ker v bistvu vidimo, da imaš neke te legendarne dogodke, ne, kot so Slash, tudi How to Web iz Romunije je zdaj rato zelo popularen. Ne. In v bistvu, če ne bomo dvignili naših ambicij, ne, naših dogodkov, pač bo enostavno ratali nepomembni. Ne. In smo zdaj združili moči, tako da pač pomagamo Podiumu kot so organizatorji, da mi pripeljamo po eni strani koristne vsebine za startupe. Ne. Se pravi, v bistvu klemamo zdaj dejansko, bojo ljudje iz Sportradarja bojo pač razlagali, kako prodajno mrežo postaviti. Ne. In Outfit 7, Infobip in tako naprej. Ne. Se pravi, vsi te razni, recimo, ki so že pogruntali, kako stvari delajo, ne, in pač z veseljem, pa, če jih mi prosimo, delijo pač te izkušnje. Ne. In to je nekaj, kar računamo, da bo tudi bolj relevanten radar za te startupe, da bojo pač več hodili tja. Ne. To pa pol rabiš za, to je pa drug del, ne, da pač, ko mi povabimo vse naše prijatelje, tuje vlagatelje, ne, da pridejo v Slovenijo, ja, da ne bojo sam prišli pa rekli, se je bilo fino, pa hrana je bila fajn, ampak startupov pa ni. Ne. To kombinacijo moraš skupaj združiti. Ne. Tako da v bistvu to bomo zdaj prvič letos maja v kombinirani vlogi pač poskušali. Pač to je tudi vaša logika sklada, ne, founders for founders, ustanovitelj za ustanovitelj, v bistvu, ne, da ti, ki si podjetnika nekaj naredi, potem vrača, ne samo nujno z kapitalom, nekim tveganjem noter, ampak tudi smart moneyjem, ne, torej z nekimi izkušnjami. Verjetno to je v bistvu, tako, ja. Nadaljujete s tem filozofijo vašo, v bistvu jo nadgrajujete. Točno tako, ne, se pravi, mi dejansko pač v bistvu, jaz mislim, da lahko ni treba gledati v bistvu venture kapitala kot samo denarja, ne, oziroma to je zelo narobe. Ne. Ti moraš pogledati, kaj vse ti lahko prinese, z nekimi povezavami, z nekim znanjem in tako naprej. Ne. Se pravi, širše. Ne. Tako da klej probamo v bistvu, zdaj smo probali neko, ali ratamo pač v bistvu, če gledamo čez cel portfelj, najboljši visi, najboljši sklad, se pravi, v katerem pač ki so pač investirali v to podjetje, da nas prepoznajo kot tiste, ki smo največ vrednosti dodali. Ne. Se mi zdi en tak zelo dober KPI. Ne. Pa kar je res treba poudariti, ne, tisti ljudje, ki imajo izbiro, ne, dejansko pač ti enemu zaupaš svojega, pač ko ti ustvarjaš svoje podjetje, to je napol tvoj otrok. Ne, ja, ne. In v bistvu pa pustiš nekomu, da pač investira in dobi 15% od tega otroka. Mora biti pač v bistvu tudi močno zaupanje in to tudi gradimo na tem, tako da doskrat pač se zgodi, da mi pač pomagamo naprej in pač upamo, da ko pa bo prišlo do te situacije, ko bojo pripravljeni na investicijo, ne, takrat se pa mi že poznamo zelo dobro in v bistvu je pa to samo še handshake in gremo naprej. Ne. Kaj pa čisto tvoje mogoče izkušnja, verjetno res si videl v teh startupov, tudi v meni so koliko 60 portfeljskih investicij že, ne? Startupi se, oziroma podjetniki, founderji se tudi razlikujejo med sabo, ne? Ker eni verjetno pričakujejo od enega investitorja samo investicijo in potem neko pasivno udeležbo, medtem ko imaš verjetno na drugi strani ene, ki so pa malo bolj coachable, ki pa dejansko želijo, vejo, da potrebujejo tudi en tak push. Ja, pol pa še tretja, ne? Se pravi, nista samo te dve, je tudi v bistvu tam, kjer mi vidimo, da dejansko lahko veliko pač pomagamo. Ne? Zdaj, siguren vse to pride pač v debato, ne, ko se mi odločamo. Ne, in če mi vidimo, da lahko nekje res veliko pomagamo, bom povedal en primer. Ne. Se pravi, iz tretjega sklada zdaj ena taka najboljših investicij je v bistvu BibleChat. To je v bistvu eno romunsko podjetje. Zdaj, ne bom šel toliko v detajle, kaj delajo, ampak v bistvu recimo temu na nivoju AI aplikacij. Ne. Se pravi, kjer ti te zadnje napredke umetne inteligence uporabiš za to, da pač nek produkt narediš boljši. Ne. Delanje pač v bistvu za vernike, sploh v bistvu targetirajo v bistvu Severno Ameriko, Filipine in tako naprej. In res vidiš, da, kako bi rekel, nadomesti
tisti mogoče, ki je imel včasih nek vernik odnos z duhovnikom, ima zdaj v bistvu dejansko za aplikacijo. Ne. In rastejo neverjetno. Oni so v bistvu v 12 mesecih šli na 15 milijonov ARR-ja, se pravi, to je 15 milijonov letnega tega recurring prometa, ne. Kaj je to ponavljajoče? Ja, ponavljajoč prihodek. Ja. In mislim, da je 10 milijonov uporabnikov in v bistvu grejo vedno bolj proti v bistvu tem social networkom. Tako da zdaj so glih kar rezali na 120 milijonski valuaciji. In to je bilo glih, včeraj smo pospisali. Kako pa je recimo takih startupov iz take vertikale, to se mi zdi res inovativno. Aha, je. In tukaj se mi zdi, da pač v bistvu, zakaj se meni zdi tak velik opportunity tukaj, ne? Eno dobro, že itak poznamo regijo. Ne? In če vidimo, kako je Slovenija se razvijala, ne? Ko imaš ti en tak čist generalen trend, ki smo mi šli iz podizvajalcev, ne? V to, da okay, zdaj pa lahko mogoče svoj brand postavimo, ne? Svoj IP, ne? Svojo intelektualno lastnino naredimo tukaj, ne da samo pač delamo kot storitev za nekoga drugega, ne, ki ima to. Ne. Ta tranzicija se dogaja, ne. Znanja imamo veliko. Sicer to ni treba pač ful, kako bi rekel, v vsej regiji, ne, tudi izven, pač, če se primerjamo z Romunijo, Poljsko, imajo še več inženirjev, še več znanja, ne. Tako da v bistvu to ni tisto, ki je ključno. Ne. Ampak vidim pa, da v bistvu cela ta tranzicija se mora še zgoditi. Ne. In tudi, če spremljaš recimo Hrvaško, zelo hitro sledi. Mi smo mogoče prvi bili v temu, ne. Hrvaška in tudi Srbija, se bo cela ta regija se bo v bistvu šla po tej isti poti. Ne. Se bo to en del. Drugo je pa to, ne, da AI, kukorkoli, seveda zdaj smo v tej hype fazi, ne, kjer pač v bistvu vse je mogoče, dela se na AGI-ju, kukorkoli je moje mnenje, da pač v bistvu je to čist nepomembno. Ne, da pač generalno v bistvu umetna inteligenca, ne, to skratka, če ne vejo gledalci, AGI, skratka, tista je že kognitivna v bistvu na ravni človeškega razmišljanja. Ne. Veliko definicij imaš v bistvu, kaj ne bi to bilo, ne, ampak to je recimo pač nek svet igral, ki pač vsi kao delajo pri temu. Ne. Čisto res, moje mnenje je pač v bistvu, da to bo en kup enih majhnih modelov, specializiranih za določene aplikacije, ne? In tam imaš pa en kup, v bistvu ne bo stvari, s katere se AI ne bo dotaknil. In je mogoče, zdaj, če sem jaz rastel gor v internet dobi in pol v bistvu pač dejansko posloval že ko smo šli na mobile pa na cloud, sem videl pač, kaj te tranzicije naredijo. Ne? Ta bo precej večja. Ne? Ta se bo dotaknila v bistvu tudi vseh teh netehnoloških zadev. Ne. Tako da v bistvu tukaj, jaz mislim, da pač vsak, ki se fokusira na to, ima blazno prednost. Kaj se bojo karte zelo premišali. Ampak kje smo zdaj? Tisti šuna, euforična faza? Ne? Mislim, je, ampak v bistvu vidiš, da tisti, ki so pa glavo dol in delamo na točno določeni niši, pa zelo dobro dela. Ne. Ne vem, lahko povem en primer. Coding asistenti. Ne. Zdaj vemo v bistvu za vsaj 3 primere, žalost niso iz regije, ne, ampak v bistvu so šli v zelo kratkem času, govorimo o parih mesecih, na 100 milijonov ARR-ja, se pravi tega letnega ponavljajočega prometa. Ne. Zdaj, to so pa že ameriški standardi. Čist, seveda. In v bistvu tukaj vidiš, da ta AI je v bistvu zelo dober za določene stvari. Ne. Pa mogoče to je preveč globoka tema, da bi šla preveč v to, ne, ampak v bistvu ne bo stvari, katere se pač ne bo dotaknilo. Jaz sicer verjamem, da kakorkoli imaš pač en kup enih teh playerjev, ki zelo mahajo z rokami, kot v bistvu to je moje shiny najboljš. Ne. Jaz mislim, da največji vpliv, ne, ali pa nek spremembo bo pa naredil recimo DeepMind, ne, od Googla. Ker tam gledaš, kaj se dogaja z njihovim, kako so oni pač naredili model, ki ti prepozna, ali pa ki ti v bistvu zna določiti obliko, kako se protein folda, ne, če poznaš, ne, AlphaFold. Ne. To je revolucionarno. Kaj pa tole Microsoft 2 dni nazaj objavil kvantni čip za kvantne računalnike? Tiste mogoče še malo neoprijemljivo. Tole je pa zdaj že v bistvu dejansko vidiš researcherje, ki v bistvu po 10 letih researcha pol neki probakle in mu ta zadeva pač v 48 urah pride do nekakih istih zaključkov. Ne? Se on začne sprašovati, kaj sem pa jaz delal teh 10 let. Ne? Sej ne, da je to zdaj orang poenostavitev, ne? Ampak na vseh različnih področjih, vključno z biotekom, z zdravstvom in tako naprej, bo veliko enih sprememb. Ne? In se mi zdi, da prihajamo pač v eno fazo, ki ponovadi rečemo, da pač razvoj je eksponencialen. Ne? Se pravi, v bistvu dejansko nekaj časa zgleda, da je kada linearen in ti lahko še spremljaš, pa kar naenkrat rata pa v bistvu to zelo, zelo hitro. Tako da jaz si predstavljam, da bo tudi za samo človeštvo zelo težko ta korak narediti, razumeti sploh, kaj je odzadaj. Kaj bodo tako hitre in radikalne spremembe? Tako, ja. Okay. Stvari bojo izgledale kot čarovnija zares, ne? Ampak v bistvu pač odzadaj je tehnologija. Ne? In hočemo samo reči to, ne? Da pač v bistvu tukaj je
ogromno enih vertikal in mi smo pač v bistvu seveda že veliko, po moje 90% pač našega portfelja ima nekaj v zvezi z AI-jem, s tem zadnjim skladom. Ne. Ampak ima dejansko, ker verjetno vedno se gre tudi na te buzzworde, ne. Imaš potem, včasih smo v blockchain povsod, imaš AI povsod, mora imeti res neko uporabno vrednost. Ne. Gledamo konkretno uporabo, ne, se pravi konkretno uporabo, ki pač potem je lahko nek tak kazatelj do prometa in potem v bistvu tudi promet naprej spremljaš. Zdaj, začela se z vprašanjem, kaj danes delaš, pa kje sva že končala. Mislim, da bo imela še par takih izletov v nepričakovano. Vem, da si tudi zelo aktiven v Slovenskem tehnološkem forumu. Ne? Tam je pa zdaj čisto ena druga zgodba. Ne? Tle pa v bistvu želite doseči neke sistemske spremembe, s čimer bi izboljšali podjetniško okolje v Sloveniji. Recimo, kaj pa tukaj konkretno delaš ti in recimo, kaj so vaši neki cilji? Ja, prepoznali smo v bistvu to potrebo, ne, da vlada seveda bi rada pač nekaj naredila na tem gospodarstvu. Ne. Sam vprašanje nimajo glih najboljših sogovornikov. Dostikrat se zgodi, da pač gre kdo v medije in pač v bistvu začne tako ne prav konstruktivno pač komunicirati. Mi smo obrali malo drugačno pot, se pravi, v bistvu pravimo biti konstruktivni sogovornik in pač smo čisto lepo dali na mizo, mi smo se pravi visokotehnološki in izvozniki in v bistvu pač to mogoče imamo neke določene specifike, ne, in bi si želeli, da je tega več v našem gospodarstvu in tole so zdaj naše bolečine. Ne. In moram reči, da v bistvu tako, kar se tiče komunikacije z vlado, imamo zelo dobre pač odprta vrata, se pogovarjamo, vidimo prej pač v bistvu te predloge, tudi te davčne spremembe, ki so bile in tako naprej, se vidiš, da pač upoštevajo, ne. Seveda, bi si želel čas, da so malo bolj, kako bi rekel, ne radikalne, ampak malo bolj močne, ne, spremembe. Ne. Ampak vidiš pa, da počasi pač premika v pravo smer. Ne. Tako da v bistvu tukaj vabim vse ostale visokotehnološka podjetja, ki imajo močen izvoz, da se pridružijo, večkrat nas je skupaj, močnejši smo. Ne. In moram reči, da v bistvu od strani vlade je to zelo lepo sprejeto. Smo pa seveda apolitični in to seveda, ampak s tem imate zelo konkretne projekte, ne? Vidka delniška družba, recimo, vem, da je ena. Tako, verjetno takih konkretnih projektov je pa še kar nekaj. Ja, se pravi, Vidka delniška družba je pač ena od teh, ker v bistvu del ni pač izhaja iz tega GmbH oblike nemške, ne, in v bistvu ni primeren za investicije, ne, pa ni primeren za taka visokotehnološka podjetja, kjer ponavadi dobiš tudi v bistvu nek tuj kapital noter. Ne. Tako da to je ena stvar. Ne. Dotaknemo se glede tudi notarjev in kdaj rabiš res notarje in kdaj ne. Potem v bistvu same obdavčitve dela in tako naprej. Ne. To so ene stvari. Velikrat se pač v bistvu sprašujemo, ko v bistvu imaš ti potrebo po nekaj zelo specializiranih kadrih, ne, ki jih enostavno ni v Sloveniji. Ne. Kako ti lahko v bistvu pripeleš enega takega človeka. Ne. Tukaj imamo pač en kup enih zgodb, ki smo kdaj probali in je to zelo zakomplicirano. Pa spet bi poudaril, to so pač ljudje, ki imajo veliko dodano vrednost, ki se lahko v bistvu tudi Slovenci veliko naučijo od njih, ne, in v bistvu pač podjetjem prinesejo veliko dodano vrednost. Ne. Tako da ne govorim tukaj zdaj o splošnih migrantih in tako naprej. Ne. In je tukaj tudi treba nekaj narediti. Ne. Pri sami obdavčitvi je pa tako, vidiš, recimo, kaj dela recimo Srbija, zelo spodbuja, da pač te, ki so šli kdaj v tujino, da se vrnejo nazaj, mislim, da 2 let jim ni treba prispevkov plačevati. Oni imajo zelo, mislim, mi imamo tudi v bistvu zdaj, mislim, da je bilo novembra, decembra je bilo sprejeti neki, ampak to je nekaj procentov ti bomo dali, pa upam, da boš pač prišel nazaj. Ne. Oni so šli zelo radikalno. Pa Poljaki tudi imajo, ne, neke spodbude. Poljaki imajo pa v bistvu, vsaj ena zdaj, ki je meni ful všeč, to sem pa videl v bistvu na Sport Radar, ima tudi poljsko pisarno. Oni so šli pa zelo pametno, so rekli, ok, kater kader mi hočemo v bistvu ojačati. Ne? In v bistvu to je taki dela nek lasten intellectual property, se pravi nek lasten intelektualno lastnino, thanks. In v bistvu so rekli, da če podjetje pokaže, ne, se pravi, ti pa tako, za razpise pač v bistvu pripraviš dejansko, kaj nekdo dela, ne, in za tisti procent, ko nekdo dela na neki intelektualni lastnini na Poljskem, mu v bistvu zmanjšajo dohodnino za 30%. Ne. Ampak to trajno, to ni za nekaj začasa. Ne, to je za za vsak mesec se gleda, koliko je tam naredil, se pravi, ti moraš dejansko pač tudi, ne vem, koliko je treba dokazil, mislim, da ne prav veliko, ampak moraš pač povedati za vsakega človeka, koliko procentov te njegove plače je šlo v bistvu za to, ne, in od tega pa v bistvu 30% dobijo. Meni se zdi
zelo eleganten način, ker v bistvu zelo ciljno rečeš, zelo skomuniciraš. Jaz bi pa rad več tega. Poljska isto gre čez to pot. Podizvajalcev zdaj v bistvu vedno več probajo svojih lastnih brendov in lastnih podjetij tam postaviti. In to je en način stimulacije. A bi lahko tudi takega, recimo, konkretnega za Slovenijo, recimo, bi se lahko sprvoščali eno specializacijo? Ali imamo, recimo, da smo res močni na enem področju, recimo inženirje imamo, recimo, zdaj za umetno inteligenco. Ste to razmišljali? Mislim, po mojem niti ni treba je toliko specializiran, ampak se mi zdi dosti široko to. Se pravi, če hočemo pač recimo več takih močnih podjetij tukaj, ki imajo neko visoko dodano vrednost, pa dajmo to stimulirati. Doskrat se zgodi, ko vidiš pač, se pravi, pa ne bom rekel, da je samo obdavčitev, ampak v bistvu ljudje mladi, če ne najdejo nekih primernih priložnosti tukaj, bojo pač enostavno šli ven in v bistvu pač tam dobili izkušnje, predvsej večjo kompenzacijo in tako naprej. To še ne rečem, da jih izgubiš, pač je super, grejo pač tja, dobijo zelo dobre izkušnje. In pol imaš v bistvu neko možnost, Slovenija je ful dobro v tem, da je res lepo zaživeti tukaj. In je pač v bistvu velikrat se ljudje pol vprašajo, ko pač gradijo že, ko pa se pripravljajo na družino, kaj pa če bi se vrnil. Sam klej pa zdaj problem. Če si ti država, ki smo v bistvu od naših sosed edina država, recimo, ki nima Google pisarne, pa govorim Google pisarne, kjer je nek razvoj, to je nekaj čudno. Hrvaška ima, Madžarska ima, Italija, Avstrija, vsi imajo pač v bistvu Google pisarno, mi je nimamo. In v bistvu te multinacionalke enostavno jih ni tukaj. Prodajne oddelke, mi imamo prodajne oddelke. Ja, pa še te izgubljamo, po mojem, zdaj vedno bolj proti Zagrebu, ker je v bistvu precej boljši hub. To je zdaj spet kompleksno povezave, kakšne so, koliko imamo kadra, kakšen je ta kader in tako naprej. In je lahko en tak cikl, ki je zelo negativen. Recimo vidim, če pogledaš Beograd, tam imaš Microsoft, tam imaš Amazon in delajo konkretne AI stvari, delajo tam. To so ljudje, ki po 5-10 letih se bojo naveličali, imeli bojo super izkušnje in bojo sam rekli, da pa je svojo firmo naredil. Mi tega nimamo. Mi bi mogli v bistvu narediti en prospekt za take firme, kjer bi v bistvu rekli, kaj bi dal noter v tak prospekt? Ja, se pravi, v bistvu rekel bi, pač povezave so take s svetom, nažalost bi bile lahko boljše. Kader je tak, cena je v bistvu taka, oziroma pač obdavčitev je taka, pa v bistvu za te IT podjetja ti ne rabiš veliko, ne rabiš gradbenih dovoljenj, ne rabiš v bistvu nekih okoljskih stvari, se pravi, v bistvu rabiš samo pač, neko pisarno in to je to. Zelo majhen pač footprint je, in to bi mogel. Če to skupaj sestavimo, pol vidimo, da v nekaterih točkah nismo tako dobri in bi mogli pač delati na tem, da to zboljšamo. Recimo zdaj le spet, ko letim na naslednji dogodek, grem čez Zagreb. Ker pač enostavno, da rečem, moram pa ping-pongati po Evropi. Zanimivo, tvoj kolega iz sosednjega sklada, Filruš Življen, ko smo se enkrat pogovarjali, mi je rekel, da Slovenija je super za preživeti penzijo. Da vse ostalo se je pa Hrvaška malo prehitela in je omenil recimo tudi konkretno te povezave letalske, da včasih so drugi prihajali k nam, pa leteli čez Brnik, zdaj pa malo obratno, ampak verjetno ni vse zgubljen, vemo, kje se moramo izboljšati. To je tudi ena od vaših, kako bi rekel, vi se ukvarjate z eno od teh vertikal. Zdaj, ne bo se danes pogovarjali o Trumpu, ampak vemo, da gremo težko mimo njega, bo se ga sam posredno dotaknili. Zdaj verjetno spremljaš tale Dodge, kaj se dogaja. V bistvu tale agencija od Ilona Muska, ki zdaj hoče, mislim, da $1 trilijon prihraniti tele porabe. Zdaj, ti oziroma vi, če s to inicijativo hočete spremeniti nekaj v državi. Zdaj, če hočeš ti seveda spremeniti neke sisteme, podsisteme, moraš to zelo dobro poznati. Zdaj, tale Dodge, kako vidimo, kako je zelo radikalen, da bi zdaj rekel, da rabimo mi tale Dodge v Sloveniji, ampak tvoje mnenje, mislim, da moramo mi en tak sistem prvo razstaviti na prav faktore, da ga mogoče bomo sploh razumeli, pa videli, kaj vse noter, pa da ga potem sestavimo nekako nazaj. Tako da, torej, mogoče pa rabimo mi en tak Dodge, seveda ob upoštevanju vse zakonodaje, kaj tam zdaj trenutno ne upoštevajo. Eno lažjo obliko Dodgea, recimo. Bi jaz v bistvu naredil en korak nazaj pred to debato. Se pravi, eno stvar, ki jo opažam pač v Sloveniji, je v bistvu to, da imamo pač problem s terminologijo. Iz Avstro-Ogrske imamo pač davke, ki seveda to zelo očitno pač te davi, in to ni nekaj, ki pač v bistvu, namesto da bi gledali, da je to v bistvu naš skupen denar, ki ga pač v bistvu enostavno rabimo za to, da pač država funkcionira, da so ceste tukaj, da so šole tukaj in tako naprej, pa še en kup enih drugih stvari, zdravstvo, pokojnine in to. Kle je pač v bistvu
se mi zdi, da moramo še zrasti v glavi, da zdaj nismo več pod Avstro-Ogrsko in nimamo pač v bistvu nekoga, ki bi nas pač davil, ampak to je v bistvu naš denar. Sem pa, kaj se mi kdaj zgodi, ko se pač kdo meni pohvali, kako pač je nastavil se vse stvari, tako da pač v bistvu ne plača nič davka. Ne. Jaz tega ne razumem, če po domač povem. Pač to je naš denar, mi ga skupaj dajemo. Ne. V bistvu, ful mi je bolj všeč, recimo en tak finski pristop, oni imajo v bistvu javno, koliko davka kdo plača. Ne. Ti lahko za vsakega pogledaš. Ne. In bi si želel, da pač bi v Sloveniji tako imaš iskalnika, vpišeš ime, priimek in najdeš. In dobiš v bistvu, koliko davka plača. Ne. Okay. Je vse skupaj, se pravi, ni samo, da bi rekel njegova plača, ampak vsi njegovi davki, prispevki in tako naprej. Ne. In bi se res želel, da pač zdajmo v tem tekmovati, kdo da več za državo. Ne. Sem pa rabiš to dobrega upravljalca na drugi strani. Ja, kje se pol dotaknemo tega. Ne. Se pravi, mogoče zdaj spet, kaj se dogaja. Fajn bi bilo, da pač mogoče vsak Slovenc razume, kako pač to sploh funkcionira. Ne? Ker lahko veliko naredimo, ne? Še preden se dotaknemo pač, prav, da gremo pač v optimizacijo, ne? Pa je tudi potrebno. Ne? Povej ti, kako ti vidiš? Ja, recimo pač primer Sportradar. Ne? Se pravi, okay, tukaj zdaj, če govorimo samo ta slovenska podružnica, ne? So lanske, mislim, čez 30 milijonov prometa, ne? Da pač v bistvu se pravi pride v Slovenijo. Ne? In to je v bistvu čist praktično 80% od tega gre za plače, pa nekaj gre še za najemnine, računovodstvo, za razne servise, ampak vse to ostane v Sloveniji. Ne. Zdaj, kaj se dogaja s tem? Ne? Se pravi, če v bistvu ti dobiš denar iz tujine. Ne. Nekdo dobi plačo, seveda gre tudi za zdravstvo, pa za pokojnine, pa tako naprej, to je sicer druga debata, ne. Ampak v bistvu on del, ki ga dobi, on lahko gre na banko, vzame kredit in potem v bistvu kupi neke druge storitve. Ne. In to, kako on kupi od nekoga, je spet v bistvu prihodek za njega in gre on s tem lahko na kredit in spet po kredit in v bistvu spet, kako bi rekel, kroži, ne? Ampak v bistvu se povečuje. Ne? Ja. Hecen je, da v bistvu ima nek tak ekoefekt, ki je zelo močen. Ne? Ampak je zelo močen sam do tega trenutka, koliko imaš ti v bistvu teh svojih produktov in v bistvu pač ljudje kupujejo lastne slovenske produkte. Ne? Čisto po domač povedan, če rečemo, ne, če greš pač v trgovino, je velika razlika, ko kupaš ti zrezek, ki ima slovensko poreklo, ne, ali pa zrezek, ki je iz Poljske. Ne. Zakaj? Ne? Ker ti zrezek boš šel tja k tistemu kmetu, ki to goji in bo lahko več tega delo in bo pač dejansko ta industrija živela. Ne. Če bomo pa kupovali Poljsko, samo zaradi tega, ker je pač strej, ne. Ja, pa dolgoročno verjetno ta del industrije naše bo crknil in v bistvu pa bomo mi dolgoročno odvisni od Poljske. Ne. Kar pa pomeni, da ko pride do nekih pretresov, ne, brez hrane ne moramo, pa brez energije ne moramo. Prehranske suverenosti nimamo. Ja, tako da jaz mislim, da bi mogli pač ful malo bolj razumeti, se pravi, eno, ne, da pač, če gledaš v bistvu te prihodke države, ne, en večji del ne, so pač v bistvu DDV. Se pravi, v bistvu samo koliko ti porabljaš. Ne. Sicer bi lahko rekli, pač, koliko Američani dajte več porabljati in to bo pač pomagalo državi. Ne. To je sicer res, ampak zelo ne priporočam tega. Ne. Je pa pač pomembno, ne, da ta DDV pač ostane tukaj in potem tudi vse ostalo, kar je za DDV-jem. Ne. Če ti kupaš tudi pri nekem slovenskem podjetju nekaj, kar je bilo uvoženo, samo razlika v ceni pač ostane v Sloveniji. Ne. Tudi sam tiste pa DDV ne, na to. Ne. Tako da v bistvu je ful pomembno, koliko mi mravljce, pač kaj dejansko kupujemo. Ne. Vsi imamo nekaj od tega, če kupimo slovensko. Ne, tako, več ostane pri nas. To moramo malo razumeti, da pač enostavno država je naša in mi moramo pač čim bolj skrbeti, da so pač te prilivi čim boljši. Ne. Zdaj pa, kaj država lahko naredi? Ne. Sploh, kadar pride pač problem, ponovadi v bistvu dvignejo davke, ali eno, ali pa si začnejo pač še več denarja sposojati. Kar obodvoje je pač v bistvu zelo slabo. Eno samo enkrat lahko narediš, ne? Obodvoje pač negativno vpliva na gospodarstvo in tudi dolgoročno na državo. Ne? Tako da tukaj pride pa zdaj ta dodge. Ne? Zdaj ponovadi ne maram tako čist direktno pač v bistvu, ampak bom kaj direktno pač povedal, recimo Musk, ne, meni zelo, njegove vrednote mi niso blizu, no, dajmo tako reči. Ne. Način, kako on dela, tudi v bistvu, a to, kar on komunicira, a je to vse res ali ne, ali je neko zavajanje, mi ful ni všeč. Manipulacija, verjetno. Ja, nisem hotel tega reči, ampak ja, dajmo reči, da pač je tako dvomljivo. Ne. Zdaj, ta dodge, po drugi strani, je zelo pametna zadeva. Ne.
Se pravi, ko se enkrat greš nek cost cutting, pa zdaj tukaj lahko govorimo o pač tem javnem sektorju. Ne? To je treba vse en gledati, recimo v Sloveniji, mislim, da imamo 950,000 aktivnega prebivalstva, ne? Ostalo so otroci pa upokojenci. Ne? In pol od tega več kot četrt je v bistvu v javnem sektorju. Kar je recimo primerjalno z Ameriko, tam je mislim, da vsak 6., 7., da je pač v bistvu v javnem sektorju zaposlen. Ne? Tako da v bistvu tukaj se res dotikamo enega velike količine pač ljudi, ne? Smo manjša država, verjetno tudi v bistvu ne moreš toliko efektivno pač tega delati. Ne? Jaz ne bi rekel, da tako oni sami kaj neefektivno delajo ali pa tako naprej. Sam pač vsak ustroj. Tudi spet bom mogoče govoril, da jim lažje v Sportradarju ali pa v bistvu o kakšni večji firmi. Ko rata firma velika, enostavno pride neki procesi, neka maščoba zraven, kjer v bistvu moraš imeti nek, mislim, je fajn, da imaš nek način, da v bistvu to čez nekaj časa pač tudi ščistaš. Ne? Musk ima nek svoj način. Ne? On je recimo to enkrat naredil s Twitterjem, takrat, ko je pač prevzel. Neko radikalna številka. Ne? Ja, ampak v bistvu zdaj tako, spet ne strinjam se z njegovim pristopom, ne? Je pa sicer res do vprašanja, če bi karkoli drugega res delali. Ne? V bistvu njegov pristop je bil, lanskrat smo imeli v bistvu na Krvavcu ta event za naše investicije, ne, skupine, prišel v bistvu Roberto iz Infobipa in je on razlagal, kako je to on videl iz svojih oči, ne? Ker oni velike račune izstavljajo v Twitterju. Ne? In kar naenkrat, pač enostavno so vsa plačila so ugasnili. In njegova logika je bila, vse bomo videli, pač tisti, ki res rabimo, se bo poznali in tisti bomo pol plačali. Ne? In Roberto je tako simpatičen, tako se prav smeju. Rekel, zelo hitro je videti, da se pač uporabniki ne morejo logirati, zato ker imaš two-step authentication in rabiš SMS dobiti. Ne? In so pač zelo hitro pač plačali. Ne? Ampak grejo take ekstreme, da pač on se ne poglobi v full detajle, ne? Ampak sam dajmo odrezati pa pol videti, kaj zares rabiš. Ja, se si tudi eno agencijo kar odrezati tole USA. Jaz mislim, da je to isti princip. Ne? Po drugi strani pa v bistvu, kar uporablja zelo, je pa to javno mnenje, ne? Se pravi, kar ven daje tudi razne pač neresnice ali pa neka zavajanja, koliko so neke stvari grozne, ne? Čisto zato, ker pač v bistvu ve, da rab pač javno mnenje na svoji strani. Ne? Zdaj, to je težko. Ko imaš ti en velik ustoj, pa zdaj ne govorim samo javna uprava, tudi firma, ne? Je to zelo težko zreducirati. Pa pravilo je, da prej, ko odrežeš, manj boš rabo odrezati. Ne? Tako da v bistvu zares, če gledaš čist, kako bi rekel, robotsko, ne? Je to verjetno prav. Ne? Tudi v bistvu pol, če gledaš, oni so se zdaj lotili, da po eni strani se bojujejo na to geopolitiki z tarifami, ne? Kar definitivno bo vplivalo na njihovo inflacijo. Ne? Cene ni teorije, zakaj to ne bi šlo gor. Ne? Po drugi strani, ne? Pa v bistvu ta Dodge lahko deluje zelo dejansko, da zmanjšuje pač inflacijo. Ne? Se pravi, če ti lahko uspešno odrežeš pač, tako da si zmanjšaš kredite, ne? Da pač v bistvu dejansko lahko pol tudi, ker zdaj en velik del tega, kar si država sposoja, ne? Seveda, ti plačuješ pač obresti na to. Ne? In to je čisti waste, to gre sam stran. Ne? In zdaj, če ti to zmanjšaš, boš tega imel manj, boš bolj kreditno sposoben, boš imel v bistvu nižje obrestne mere in je tak pozitivna spirala. Ne? In zaradi tega v bistvu, če to naredijo na ta prav način, je v redu. Zdaj, kakšen kaos se bo pa tukaj zgodil, pa bomo videli. No? Ampak nisem pa ekspert, da bi rekel, da je to zdaj za Slovenijo dobro ali ne. Gledam sam predvsem to, ne, da karkoli naredimo, ne, zdaj, a je to zdaj povečamo neke davke, a so to zdaj, ne vem, davki na nepremičnine. Ne, pač enostavno rad bi videl, da ni to porabljen samo za neko začasno luknjo, ki jo zdaj delamo, ne, pa pač pol naslednji let, kamo pa zdaj, ne. Ampak v bistvu, da probamo malo bolj neke trajne spremembe narediti. Ne. Se pravi, boljš bi bilo, če bi pač, ne vem, ali vložili v neko pač v lastno gospodarstvo več, ne, da pač enostavno probamo povečati torto, ne, kot pa dejansko gledati, kaj s to malo torto, kako jo razdeliti. Ne. In tukaj se mi zdi, da je ena velika sprememba v razmišljanju, če gledaš pač v bistvu nekoga, ki deluje samo v Sloveniji, ne, podjetje, ne, ali pa nekoga, ki dela v tujini, ja, tam je ful večji trg. Tam zares v bistvu ni, mislim, je seveda konkurenca, ne, ampak je toliko več priložnosti, ne, da pač imaš ta temu se reče ponovadi, izhajaš iz, kako se reče, scarcity mind, pa pač v bistvu izhajaš iz nekega bolj blagostanja. Ne?
v Sloveniji smo vedno bili navajeni na to, da delamo z omejenimi viri. Ne. En tak lep primer, če nekdo išče službo, pa pač ima občutek, da je dobrih služb premalo, kako se bo obnašal? Ne bo svojim kolegom, ki ve tudi, da išče službo, ne bo jim povedal za pač razne kontakte, šero kontakte, pa jim pomagal, ampak bo držal zase, zato ker bo imel občutek, da pač bo on na slabšem. To se lahko ena zgodba povem iz moje pravne fakultete. Včasih so te večje odvetniške pisarne objavile oglase za delo in tisti prvi, ki je prišel, je dal žebrečkovne ven, pa oglas vzel. To je lahko en tak primer. Ne? Ampak v bistvu predvsem hočeš priti do tega, da si pač pomagamo. In tukaj recimo pri startupih je pa tega veliko. Ko greš ti ven, pač smo pa vsi majhni čovnčki in dejansko si lahko pač veliko pomagamo. Tukaj mi tudi zelo iščemo, prav imamo neko orodje, s katerim si pomagamo, pač v bistvu Slovence, Hrvate, Srbe iščemo po celem svetu in z njimi navezujemo stik. Zato, da prvič, če bojo oni kaj naredili, da lahko v njih investiramo, in drugo, da če ne drugega, so lahko landing pad za nekoga, če gre v San Francisco, da ga tam povežeš, ima takoj mrežo in ga takoj v bistvu potem lahko vključi v ta lokalen ekosistem. To je, vidiš, da pač včasih en tak intro lahko spremeni nekomu življenje. Tako da to se mi zdi res bolj pomembno. Še una torta, ki si prej omenil, mi je bilo všeč prispodoba. Ampak se ti ne zdi, da je to en tak splošen mindset, recimo, ko šmil te eno podjetje v krizi ali pa recimo država, rab neko recimo vrčevanje vedno ali pa neka nove vire financiranja, vedno vsi ali podjetniki, politiki bodo vedno razmišljali, kako zdaj zmanjšati, recimo to v prvo misel, kako zmanjšati zdaj neke stroške, recimo. Ja. Nobeno bo razmišljal recimo na vse primarno, ne na prihodkovni strani. Mogoče, še ena stvar, ki je ful pomembna, pri tem dolžu. Pač v bistvu, ko se lotiš tega, morajo biti takrat dobri časi. Sprav, ko se lotiš enkrat tega, ko je že problem, bo sam slabš naredil. Primer, če pač v bistvu ti počas hiraš, pa pač v bistvu je tvoje zdravje slabo, pa takrat, ko zbolan, še kaj, zdaj pa mogoče bi bilo res fajn, da bi začel malo fitnessirati, deluje negativno. Ti moraš to prej delati. In v bistvu zato so tudi Američani enostavno se odločali, to je treba zdaj narediti, ko smo še gor, ker pol bo težji. Ker v bistvu, ko ti kataš stroške, zares država z vsako investicijo, zdaj so to ceste, so solarne elektrarne, zdaj karkoli, pač neka infrastruktura, v bistvu s tem tudi dejansko povečuje svoje gospodarstvo. Če pa to odrežeš, ga bo pa enako tudi skrčilo. Tako da v bistvu pol prideš pa v tisto negativno spiralo, ki je lahko ful slabš. Tako da vedno je dobro te zadeve, nujno je to treba narediti prej, ne pa takrat, ko imaš pa že res problem. Zares največji problem, ki ga imamo, pač v bistvu problem mladih pa natalitete. In tukaj, če jaz gledam čisto iz svoje izkušnje, nikoli ni bilo easy. Se pravi, v bistvu tukaj, če gledamo jaz, ki sem imel že svoje podjetje, pa je podjetje že delalo profit, pa pač smo bili čist pač dobra pozicija na trgu, sem mogel vzeti za 25 let kredit, ker sem si pač takrat prvo stanovanje kupil. In je to pač ena taka bolečina. Zdaj se mi zdi, da je to še slabše, da je to v bistvu ful težji. Kaj bo nekdo, ki je mlad, ki ne bo najdel pač v bistvu strehe nad glavo, ki si ne more prvošati, kaj bo pa naredil? Če ima možnost, bo šel ven. In to ti pa še poleg natalitete, ki je slaba, ti v bistvu še to poveča, da pač ljudje grejo ven. In upaš sam lahko, da bojo prišli nazaj. In bi mogli tukaj res narediti. Te nepremičnine so en velik problem, recimo, če gleda zdaj Slovenija, kako je nastavljena, je, da pač se večina ljudi se steka mladih v Ljubljano. In zaradi tega imamo v bistvu že v Ljubljani pač že skozi en tak rep, kjer pač karkoli zgradiš, boš pač prodal. In bi mogli enostavno tukaj kot država, po moje, pač to še več spodbuditi, da zdaj, ali v izgradnjo še več v Ljubljani, ali pa v bistvu delati na povezavah, da pač v bistvu je potem tudi druge centre, da imaš malo. Tako, to bi bilo še boljše, ampak želel bi si enkrat, da pridemo do točke, da se bojo tudi cene nepremičnin negativno obrnile in da pač enostavno mladi lahko prej pridejo do stanovanja, ker pol pač v bistvu imaš neko sidro, lahko razmišljaš o družini in tako naprej. Dokaj pa tega nimamo, je pa pač problem. No, zdaj, če gremo recimo na mlade, pogovarjali smo se zdaj v državi, kako izboljšati okolje, ampak seveda tudi, če ti izboljšaš potem podjetniško okolje, bo še vedno rabo
podjetnike, ne, kot ključne deležnike, da bodo lahko sploh izkoristili potem boljše podjetniško okolje. Ne. Zdaj, eno tako pravilo iz vrhunskega športa je, da rabiš velik bazen športnikov, da boš potem res razvil nek vrhunski talent. Mi kot Slovenci mislim, da kar dostikrat negiramo tako pravilo, ne, sploh ko vidimo, kako smo uspešni športniki, ampak kako zdaj pa recimo potem graditi to podjetništvo pri mladih. Ne? Že tako nas je vedno manj, še trend gre tako tudi še naprej v tej smeri, ne? Kako pa zdaj potem graditi na tem, kar imamo? Ne? Ja, zdaj ena zadeva, ki seveda ne moreš čez noč spremeniti, ne? Ampak je po mojem velik problem je v bistvu to naše šolstvo. Ne? Pač še vedno je, pa sej to je verjetno problem po celem svetu, ne? Še vedno smo pač navajeni, da pač ljudi pripravljamo za to, da bodo delavci. Jaz mislim, da okolje naprej bo zelo dinamično in je fajn, da si pač v bistvu čim bolj fleksibilen, da znaš pač v bistvu se odločiti, zamenjati, pač da lahko v bistvu enostavno, da pač razmišljaš tudi o nekih drugih opcijah. Ne. Zdaj, ena stvar, ki mogoče ena taka hecna zgodba, ne, jaz vedno poudarjam, radovednost je tista stvar, ki jo ima vsak otrok. Kaj ga pogledaš, kaj se pač igra z njim, pogovarjaš, ima to radovednost vseb. A nisi dal ti še svojemu pospeševalniku curiosity ime, mogoče iz tega? Okay, to je pomembna vrednota. Ja. Jaz sem bil vedno pač v bistvu zelo razdoveden, tudi ena hecna zgodba je iz prvega razreda osnovne šole, kjer sem jaz mislil, da pač ta učiteljca, ne, ki nas je imela, ne, da imam dober odnos in da sem čisto simpatičen in tako naprej. Ne. Ampak pol mi mama po nekaj letih mi pol pove, ne, da je ona da pač imela roditeljski, ne, in da je rekla, lej, ta Grega je pač izgrozen. Ne. Skozi sprašuje, ima neka podvprašanja in pač in to je recimo tisto, ki se razumem. Ne, če imaš ti tam 30 otrok pa premalo časa, ne, se ne moreš ti vsakmu posvetiti. Ne, ampak najhujše pa, da jim pa ubiješ to radovednost. Ne. To fajn je pač v bistvu, da jih res pustiš, da pač raziščajo, kaj je tisto, kar jih zanima. Ne. En ful dober tip, napotek sem zadnjič prebral, ne, v bistvu, da pač spremlji tisto, kar te pač prijatelji sprašujejo za nek nasvet ali pa za nekaj ali pa da neko pomoč, tam si očitno ti boljši. Ne. Celo to je ena stvar. In tiste stvari, ki jih ti delaš čez vikend, pa bi drugi to tretirali kot delo, ti pa ne, to je idealno, če pač bi to delo. Ne. Tako da v bistvu ena taka, enostaven napotek, kako lahko v bistvu spremljaš tudi pri svojemu otroku, ne, pa probaš razvijati to, da ima ful enih možnosti. Ne. Jaz se spomnim zgodb, ki mi je kdo razlagal, da pač so v bistvu starši peljali svoje otroke za tekoči trak, da so delali čez poletje, ne, zato da pač v bistvu malo fabriko delati, ne, zato da pač v bistvu vidijo, da če pa ne boš priden, pa če se boš študiral, ne, pač v bistvu boš kle končal. Ne. Zdaj se mi zdi to ful negativno. Ne. Jaz recimo vsak let organiziram konc leta, da pač hčerko pa še par sošolk peljem po parih startupih, da vidijo, kaj je možen. Da jim odpreš v bistvu te možnosti, da začnejo čim prej razmišljati o tem. Koliko so stare? Zdaj je 11. No, 11. Oni da ste začeli tako? Ja, zdaj že koliko je že 4. leto, mislim, da 3. 4. leto. Okay. Da, in je vsakeč tako z veseljem, se naredimo tudi tako zabavno. Pač, vzamemo Teslo, Birdbuddy verjetno delati. Ja, pa Juicy Marbles je tudi bil zelo popularen. Tako, no, pa, tako, no, v bistvu je odvisen, koliko zna kdo tudi z otroci, pa koliko zna dobro pač predstaviti. Ne. V bistvu zdi se mi ful pomemben, da ljudje razumejo, kaj so opcije. Ne. In tukaj, pa pol pridemo zdaj mogoče to bolj kratkoročno. Ne. Se pravi, na otrocih seveda pač moraš jim dati čim več možnosti. Ne. Pa pustiti, da se pač razvijajo. Ena zadeva, ki se mi zdi tudi ful pomembna, zadnjič sem se glih pogovarjal tudi z Lukatom Renkotom, ki je v bistvu tudi bil VP Engineering na Outfit 7, zdaj je pač član investment komitija na skladu. In so se pogovarjali, koliko v bistvu so ta tekmovanja, ki smo mi hodili. Ne? Zdaj je to za programiranje, za matematiko. Ne samo hackathon, v bistvu imaš te. Včasih je bil Vegova, pa si pol iz tega dobil. Cankarjevo za slovenščino. Tako, ja. To je še vedno, ne? Ampak v bistvu vidim, da pač v šoli jim zmanjkuje nekake energije, ne? Da bi pač vsaj delali te priprave. Jaz vem, da name je to v bistvu zelo vpliva. Jaz sem tudi zaradi tega seveda Zoisovo štipendijo dobil in to tudi spet vpliva na te naprej. Ne? In se mi res škoda zdi, ne, da zato, ker pač je premalo časa, da pač vsaj tega ne delaš z otroci. Ne? Drugače pa ja, ne, v bistvu
še ena stvar, ki je v bistvu pomembna, da se pač naučijo čim prej, ne, je pač v bistvu ta, lahko bi rekel, obrestni račun. Čeprav to zdaj lahko damo na finance, pa tudi tam je zelo koristno, da pač to poznajo, ne, v bistvu v tem primeru, če gledamo recimo pri športnikih, ne, če boš vsak dan hodil na trening, pa nekaj delo, se bo pač na koncu nekaj poznal. Ne. Mogoče ne ta prvi teden, ne ta prvi mesec, ampak čez 1 let ali pa čez 5 let se bo pa zelo poznal. Ne. In to je hecen, to pač, karkoli delaš, v bistvu to velja. Ne. Ali da se nekaj učiš, ali da nekaj treniraš. Tudi če si se odločil, da pač boš podjetnik, lej, če malo po malo delaš, se družiš s pravimi ljudmi, lej, enkrat boš, kakorkoli. Ne, samo pa mindset, verjetno tak splošen, čim manj efforta, čim hitrejši rezultati. Moš kar preklopati, da potem recimo res dejansko razumeš en obrestni račun. Ne? Kako je, rabiš potrpljenje. Ne? Zares je težko. Ja. Veš, tudi jaz recimo, ne? Zdaj, če govorimo pač o v bistvu čist fizično pripravljenost pa zdravje, ne? Če ne bi imel žene, ki bi me sem pa kaj zbrcala na trening, pač bi tudi kdaj preskočil, pa rekel, grem jaz raj delati, ne? Ker mi je pač tudi tisto ful zanimiv, pa imam ful za narediti. Ni simpel, ne? Moraš pač, enostavno moraš imeti nek tempo, ne? Da pač pol enostavno, da delaš nekaj konstantno. Ne? Zdaj, če gre čisto recimo konkretno k tvoji hčerki, je že naredila kakšen prvi poslovni načrt ali pa pozna že kakšen business model, canvas, kakšne taka orodja? Ne greva tako, ampak v bistvu kar probam zelo odpreti pač te razne AI orodja, ki so. Ne? Ena hecna zgodba, ne, že kaj Google se prvič pojavil. Ne? To je bil en velik negativen odziv strani učiteljev, ne, da to pa zdaj ne smete uporabljati. Ne. Da Google, to pa v bistvu zdaj, kdo se bo pa zdaj učil zgodovino pa fakta na pamet, ne, če imamo Google pa glasen direkt vprašamo. Ne. In v bistvu je bilo malo narobe, zdaj če pogledamo nazaj, seveda pač noben brez iskalnika pač v bistvu ne more funkcionirati. Ne. In jaz mislim, da tudi enako je z raznimi, recimo, da posplošeno pač LLM-i ali pa pač v bistvu asistenti. Moraš vedeti, pa zakaj je kot jezikovni large language model oziroma tako ChatGPT primer enega. Recimo, moraš se pač v bistvu navaditi, da enostavno lepo pač to vzameš. Ne? Moja hčerka redno uporablja Perplexity, če je bila hecna, je rekla, oče, jaz bi spet naredila neko prezentacijo, ne? Pa je nekaj najdla, ki bi rada naredila prezentacijo in pa gre na Perplexity, tam naredi research. Perplexity je pač eno od orodij, ki ti omogoča, da ti preklapljaš med različnimi modeli, plus dati povezave dejansko do faktov, do pač teh, kje je dobil to informacijo, ne? Kar je ful pomembno. Se zdaj to ChatGPT to s tem začel, ne? Ampak se mi zdi, da je ful pomembno, da se navadi pač v bistvu ta orodja uporabljati. Ne? Zdajle, ko imamo pač tele šolske počitnice, sem imel namen, da pač se malo poigrava s temi coding asistenti, ker pač se sploh ne gleda škode, ampak reče, jaz bi rad tole naredil. Ne? Ker to bo nov način razmišljanja. Pa bodo znali recimo v šolah, ne govorim recimo samo za slovensko šolstvo, to bo kar challenge za vse, v bistvu upeljati na pameten način noter. Ker ta orodja so zdaj postala čist nekaj normalnega in dejansko tudi povečujejo učinkovitost. Mislim, že pri svojemu biznisu vidim, jaz res ločujem življenje pred temi orodji pa pol, kar se tiče posla. Ne. Jaz mislim, da bo tam vedno nek zamik, ne. Pa nažalost po mojega štejemo v 5 do 10 let. Ne. Zdaj se učijo pač Word pa PowerPoint pa tako naprej. Ne. Bomo videli, koliko bo to hitro napredovalo. No. Je pa tudi drugo, recimo ena od investicij, ki smo jo naredili, ne, je naredila orodje, ki pa učiteljem pomaga. Ne. Se pravi, oni se morajo za vsako učno uro pripraviti in to je kar nekaj dela. Ne. Pri tem, da žitek nimajo časa. Ne. Tako da v bistvu tukaj dejansko so natrenirali asistente na vsebini prav določenih učbenikov, ne, se pravi določene založbe, ne, in ti v bistvu pač potem sam rečeš, tole bomo pa danes delali in ti že pripravi cel učni načrt. Ne, pač vse naloge, lahko tudi vprašanja, kvize in tako naprej. Plus, ne, tem je pač, so te, recimo ChatGPT ali pa ostali pač ful močni, ne, da lahko rečeš, imam veliko punc, ki pač posluša Taylor Swift, da gremo zdaj na to obrniti. In v bistvu je bilo pač sem naredil par eksperimentov, ne vem, kaj že bil pač nekaj v slovenščini in je bilo dejansko, da gremo zdaj vse glagole v temle Taylor Swift komadu poiskati, ne, pa pol v bistvu še tako, kakšni tipi glagolov pa tako naprej. Mislim, dejansko je ful dobro, lahko narediš, rataš cool učitelj, ne, in to brez neke predpriprave. Ne. Tako da to bojo po moje prvi koraki, to, da se bojo pa pač nekaj orodij učili,
Ja, le upam, mogoče. Pa verjetno še kakšno obogatena resničnost, se da verjetno s temi drugimi tehnologijami. Možnosti je ogromno, ja. Tako da tukaj je tudi v bistvu veliko možnosti za startupe, da pač nekdo naredi nekaj, tukaj tudi ni tako winner take all, po moje, ne, se pravi, da bi nekdo bil eden, ki bi zmagal in ki bi naredil globalen produkt, ne, ali Google recimo kot primer, ne, ki je najbolj uporabljen iskalnik, ne. Tukaj mislim, da pač bo veliko enih zmagovalcev. Ne. Tako da priložnosti je neomejeno. Kako pa mogoče, če se še vrnem sem, da čisto osnove na vrednote, kako danes otroku date ne take ta prave vrednote, in način razmišljanja in tudi, se pravi, na ravni podjetja nekdo točno zelo pameten človek je rekel, da kultura poje strategijo za zajtrk. Ne. To pomeni, da zdaj seveda ti rabiš tudi ta prave ljudi potem v podjetju, ampak to seveda vse se pa začne z neko vzgojo. Ne. Kako recimo poplavi vseh informacij, tehnologije, težko je v vsem tem hrupu. Ja, mislim tako zdaj, ko si omenil kulturo, ne. Kaj je ful pomembno pri kulturi, je to, da imaš ljudi, ki niso taki, ki rečejo, ki pač, je treba nekaj spremeniti, nekaj izboljšati, ne, da pač sam razmišljajo o tem, zakaj to ne bi delali, pa kako se to ne bi dali. Ne. To je pač taka zelo negativna kultura, ne, in v bistvu je tudi težko spremeniti. Ne. Veliko boljše, če v bistvu vedno začneš z nečem, da idemo probati, da razmišljati z odprto glavo, ne, in v bistvu pač probati več stvari, pa boš videl. Ne. Tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi ful pomembna. Ne, da pač zdaj mogoče nam inženirjem je to ful bližji, ker pač doskrat si v tej, tudi, pa ne sem programer, karkoli, kjerkoli inženir, ne, ti si moraš v glavi najprej zamisliti, da nekaj, kako bo, in pa v bistvu delati proti temu, da pač, da se bo to zgodilo. Ne. In se mi zdi, da imamo tudi v glavi, da pač svet je pač zdaj le tak, kot je, ne, ampak se ga da spremeniti. Na boljš, hopefully. Tako da to je en del mentalitete, drug, ki se mi zdi pa zelo pomemben. Zdaj, si ti produktar ali si pa pač v bistvu nek podjetnik. Ne? Si produktar, pač tisti, ki skrbi za produkt v nekem večjem podjetju. Ne? Moraš pa imeti tudi neko močno empatijo, nek compassion, nekaj tako, mislim, ki pa pač enostavno delaš z vlastnim zgledom. Zadnjič, ko smo bili na smučanju, je tako res fajn videti, ker v bistvu so glih zaključvala s tam malo smučanje. Ne? In v bistvu tako sred smučišča pol Zoja opaz, da pač je tam ena gospa, ki je tako ful živčna, pa se nekaj pač kliče. Ne? In grejo pol do nje, ne? In nam reče, pač bila je tujka, ne? In nam reče pač v bistvu, mislim, da je v Italiji, da je hčerko izgubila. Ker je tudi 11 let stara ali 12 in ni vedela, kam je šla, tja ali tja. Ne? Ura je bila 4:30, žičnice so se začele ustavljati, če šel po eni poti, pač tam je pol dead end in nismo mogli gor prijeti več. Ne? In so poli lepo pomagala, karto dala, rekla, da je ti pa je tam, mi da bo šla tukaj, ne? Da pač ja probamo najdeti. Ne? Ampak mi je bilo všeč, ker je pač Zoja sama rekla, da ji greva pomagati. Ne? In to so mehne stvari. Aj šlah, ne vem, nekoga v avtu, ki pač se voziš v službo, spustiš naprej. Take mehne zadeve, ki v bistvu na koncu res v bistvu lahko zboljšaš dan nekomu. Ne. Tega bi si želel, da je pač več tega. In to v bistvu kot dober podjetnik ali pa dober nekdo, ki pač prepozna neko potrebo, se mi zdi, da to zelo rabiš. In to iščete recimo tudi v founderjih, recimo, ker naredite verjetno enega skrbnega pregleda samo zdaj, kaj je on naredil v življenju, karierno mislim, ampak tudi verjetno karakterne lastnosti. Tudi ena ključnih zadev, ključnih vprašanj je vedno, daj povej nam kaj oseb, pa pač kako si sploh prišel ti do tega, da si to zaštartil. Ker tam vedno so v bistvu z temi močnimi zgodbami so vedno neke take pač zelo močne zgodbe. No? Zelo nek razlog, neki več, zakaj to nekdo hoče pač narediti. In je to tudi nekaj, ki ti pomaga, ker v bistvu podjetništvo, če ga gleda sam čez časopis, pa čez novice, ne, izgleda, da to gre vse sam gor. Ne. Ja, ni, ne, ti imaš pač ups and downs, prije konkurenca, nekaj ne gre po planih in tako naprej. Ne. In ti moraš imeti to voljo, da pač prerineš čez to. Ne. In tudi svojo ekipo, da jo motiviraš, da pač gre naprej. Ne. In mora biti ponovadi nekaj globega, ne, ker nikoli pa ne gre sam gor. Ti si zgolj primer enega uspešnega podjetnika, prodal podjetje, torej exit naredil, v skladu Silicon Garda sodeluješ z podobnimi uspešnimi podjetniki. Bi lahko pa rekel, da je
obstaja pa neka splošna ali pa skupna lastnost vsem taki, zdaj, je to lahko vztrajnost ali je toliko različnih faktorjev se mora sestaviti, da niti ni potrebno, da imaš recimo neko zdaj eno karakterno lastnost. Ne. Ja, mislim, sigurno vztrajnost je ena taka zelo pomembna stvar. Ne. Zdaj, mi smo mogoče rekel, specifični, vsaj začeli smo v tem krogu IT podjetnikov, ne, tako da pač že tukaj imamo pač neke določene specifike, ne. Ampak zdaj zadnje čase se to v bistvu pač vedno bolj razširja. Ne. Zdaj v bistvu pri tem zadnjem skladu imamo 110 različnih vlagateljev, ne, ki ima pač so različni backgroundi. Vse večinoma so nekaj povezani s tehnologijo, ampak kjer podjetje pa ni zdaj. Po drugi strani so pa v bistvu tudi zdaj te regionalni pokojninski skladi so v bistvu tudi investitorji v naš sklad, ne. Tako da v bistvu 2 slovenska, Modra pa KAD, in pa v bistvu 2 hrvaška sta se enako pridružila. Ne. In to mi je tudi fajn, da pač vidimo, da se ta kapitalski trg, da se razvija, ne, da pač v bistvu, mislim, kaj pa najboljše pa to, da ti ta kapital, ki se nam tukaj pri nas nabira, da se investira nazaj v naše gospodarstvo in da vse dvigne. Ne. Te so pa kar hitre spremembe, ker tega recimo 5-6 let nazaj verjetno ni bilo, ne, da bi se slovenski institucionalni vlagatelji recimo vlagali, poznali so private equity, tvegani kapital, verjetno je bilo pa še malo tak Če tako rečeš, se sliši hitro, ne, ampak ne vem, če bi vprašal pač kogarkoli, ne, mislim, naš prvi sklad je že 10 let nazaj, ne, saj ne, da bi bil ta primeren za pač pokojninske sklade, ne, ampak v bistvu recimo, da smo zdaj na tej točki, ne. Tudi glede teh kapitalskih trgov mi je zelo oči odprlo, ker sem videl, kako je Hrvaška funkcionira. Ker so oni 10-15 let nazaj so naredili svojo pokojninsko reformo in jim je ful pomaga. Se pravi, oni imajo ful močnejše pokojninske sklade, te skladi tudi v bistvu ful na boljši način pač varčujejo in investirajo pač ta denar od varčevalcev, kot pa če jih sam stiš na banki, tako kot pri nas. Ne. In tudi zaradi tega je pol v bistvu več skladov, private equity, mislim, se tudi drugih, ampak če gledamo v bistvu ta spektr private equity, to so pač investirajo v zrelejša podjetja, infrastrukturo in tako naprej, in pa pač venture skladov, ne. Taki, ki smo mi, kot mlada podjetja, pač investiramo. Ne. Tako da, jaz mislim, da je to en začetek, upam tudi, da bomo mi šli čez to, ker mislim, da rabimo neko tako reformo, ne. Mi je sam zelo žal, da pač tega nismo že 15 let nazaj naredili, ker mislim, da se je pripravljalo na to, pa pol ni šlo čez. Ne. Velika napaka. Zdaj, če greva, sva že se malo dotaknili tudi recimo tvoje naložbe tvojih naložb v tvegani kapital. Zdaj, sigurno bi bila lahko ena tema čisto ločenega podcasta, recimo ta tvoj exit, ne, kako si od začetka do konca, tako to si lahko mogoče pustimo za enega od naslednjih podcastov, sigurno bo zanimivo to poslušati. Zdaj, kako pa bi, kaj se je zgodilo v tvoj miselni proces po exitu, ne? Če se zdaj dotakne, pustiva eno zgodbo prej, ampak zgodil se je exit, kakšen miselni proces si pol ti imel v glavi, ne? Imel si potem neko premoženje, zdaj je bil cilj to premoženje samo ohraniti neko vrednost, ga plemenititi, kako si začel razmišljati pol? Mogoče se začne bolj z nekim razmislekom, kaj bi pa zdaj, ne? Se pravi, in to je tak razmislek, ki je kar fajn, da si vzameš čas, ne? Ker zelo hitro te potegne, jaz bila zelo hitro šel pač v neke zgodbe, ne? Pa sem se odločil, da pač takrat si vzamemo čas, da si tudi uredimo pač življenje, vse napotujemo in tako naprej. Tako da smo si vzeli kar orang, 6 do 12 mesecev za to. Ne. In tudi, kar se tiče investicij, sicer bi lahko rekel, seveda bilo boljše nekatere stvari, da bi pač prej investiral, tak, če veš, kako zdaj, ampak se mi zdi, da je fajn, da tukaj se pogovoriš s takimi, ki so v podobni situaciji. Ne? Se pravi, takrat smo se začeli mi iz Sportradarja pogovarjati s fanti iz Outfit 7 in pol tudi še razširili družbo. Ne? In se pa čisto enostavno začeli pogovarjati o portfelju, kako v bistvu portfelj razdeliš, kaj je pomemben, kaj ni pomemben. Ne? Zdaj, mogoče preden se dotaknemo denarja, ne? Ena stvar, ki se mi zdi ful pomembna, ne? Pa če rečeš bogatstvo, ne vsak pomisel, ok, denar, dajmo se pogovarjati o denarju. Ne? Ampak vsaj moje mišljenje je malo drugače, ne? V bistvu to malo več dimenzij. Ne? Če gledaš, ne, v bistvu ena, ki se meni zdi ful pomembna, ne, je čas, ne? Bogatstvo časa. Ne? A imaš ti v bistvu dovolj časa, da imaš ti organizirano življenje na ta način, da imaš dovolj časa, da lahko delaš stvari, ki jih hočeš delati. Ne?
ta je ful pomemben, ker čas je edina stvar, ki je pač nikakor ne moreš dobiti nazaj več. Druga stvar je pač v bistvu ta, omenjali so že pač v bistvu čisto zdravje, fizično bogatstvo, recimo temu. In spet, moraš zdaj delati za to, da jaz računam, da bom pač v 80-90 še naprej smučal, igral odbojko in tako naprej. Upam, da se bo dal, ampak če ne bom delal nekaj zdaj, zihar ne bo. Takrat, In tudi recimo, kleto če eno opozorilo, jaz sem takrat mislil, ok, bom zdaj takoj skočil, sem začel pač orang trenirati odbojko, tako malo brez razmisleka. Pač to mi je bilo všeč, nekoliko gremo pa zdaj v bistvu pač. Kakor smo več časa, to si lahko prvoščil. Ne, takrat pač nekoliko si mu vzel čas zase, pa pač to je zdaj moja vadba. Ampak sem videl, da kaj samo to zelo hitro pride do kakšnih poškodb. Jaz sem si takrat v bistvu ramo fentil in en let nisem mogel odbojke igrati. Šlo v bistvu, se pravi, najprej recimo moj fitness gor, pa šel orang spet dol. In pa šele te drugič, ko sem zaštartil, sem šel bolj tako, da imam zdaj, ne vem, 2x na teden bolj trening, ki je bolj tak raztegovalen, 2x na teden tak za moč, pa 2x na teden bolj odbojko. Tako da v bistvu je mal bolj zbalansiran. Ne je čist na power. Mogoče bom še komu pač paral kakšno poškodbo s tem. Seveda to je to. Drug del, ki mi je ful pomemben, je v bistvu ta mentalen razvoj. Se pravi, v bistvu, jaz bi se lahko sedel pod palmo, pa pač enostavno nič delal, sam prvič mi ni zanimiv, drugič pa v bistvu moji možgani rabijo nekaj delati. In se mi zdi, da to vidim pač kot eno tako skupno točko dost pri teh naših vlagateljih, ki so v nekih podobnih situacijah, mogoče so še aktivni v svojih firmah ali pa v bistvu glih ne. Nekako vidiš, da pač sploh v bistvu v dinamičnem času, tako kot je zdaj, meni je super zanimiv. To, da v bistvu lahko spremljaš vso najnovejšo tehnologijo, vidiš, kam se svet razvija. A veš, sem si v bistvu naredil svoje življenje, sem si ga oblikoval na ta način, da je to v bistvu moj job. In to je tisto, kar je najboljše, da pač enostavno si to skombiniraš. In mi možgani pač lahko rečem, da še vedno dobro služijo. Čeprav bomo vedno bolj šli v nek tak svet, ki bomo vedno manj rabili. Pa ne, da bi zares mislil, da pač bomo manj rabili, ampak veliko bo enih možnosti, da pač jih bo sam izklopil. Pa že zdaj ni dobro. Četrte je pač v bistvu ta čist socialen krog, se pravi v bistvu, da imaš dosti časa za prijatelje, za druženje in tako naprej. Ta je tudi, se mi zdi, dosti jasen in šele na koncu pride pač v bistvu neko bogatstvo. Zdaj, je res to easy meni reči, pač ta navezanost na denar, ali pa v bistvu, da pač povezava več denarja, več sreče ali pa več zadovoljstva, v bistvu ima eno tako čisto psihološko razlog, zakaj je to tako. Ker takrat, ko greš ti čez pač odraščanje, ponavadi nimaš denarja. In v bistvu takrat nimaš v bistvu neke finančne stabilnosti. Kar takrat pomeni, da več, ko boš imel denarja, večjo boš imel finančno stabilnost, bolj boš zadovoljen. In tukaj se mi naučimo pač to korelacijo. Enkrat, ko pa prideš do neke finančne stabilnosti, pa če ti nisi zadovoljen, ti v bistvu še več denarja ne bo čisto nič pomenil. Tako da v bistvu zares moraš to zelo aktivno pač gledati, da pač enostavno do nikje je denar pomemben, pol naprej pa v bistvu zares ne več. Pa ne bi zdaj to hotel reči, da je mogoče lažje meni reči, ampak vseeno je neka meja. In druga past, ki lahko padeš, je ena taka znani research, ko so v bistvu vprašali milijonarje, te, ki imajo pač samo par milijonov, ali pa v bistvu te, ki pridejo že v bistvu blizu milijarde. Koliko pa ti misliš, da bi pač še rabo denarja, da bi bil ti zadovoljen? Konsistentno je bil odgovor tam med 2 do 5 kratnik. Se pravi, vsak je pač, pa ne, a je imel pač v bistvu milijardo, pol milijarde ali pa v bistvu, ne vem, sam par milijonov, vsi so rekli, če bi imel pa še 3-krat več, bi bilo pa fajn. Kar pomeni, da se to nikoli ne ustavi. Pač to je mogoče pač smiselno to tako gledati. Zdaj, če pogledaš to tako, ena od glavnih stvari, kako jaz gledam pač svoj portfelj, je, a rabim aktivno biti udeležen pri temu ali ne. Se pravi, večino mojega portfelja je v nekih pasivnih investicijah, kjer pač mogoče rabim na kakšen mesec, 2, pa na kvartal pač v bistvu pogledati, kaj se dogaja s tem, ampak drugače pa mi ne vzame časa. In zbral sem si namenoma pač tisto eno zadevo, ki pa je aktivna, to je pa v bistvu ta venture del, ki je pač tako
kar se količine denarja tiče, minimalen delež, ne, ampak v bistvu, kar se pa aktivnosti moje tiče, pa 100% tam. Ne. Ker to mi je blizu in tukaj hočem pač fokus narediti. A pa to se ti je kaj spreminjalo, recimo tekom let? Mislim, kako se je ta način razmišljanja, ne, se je ta aktivno, pasivno, čisto naložbeni razredi, se vidiš neko genezo pri sebi? Mogoče ena zadeva, ki je zelo hitro, sploh kot podjetnik, hočeš iti v neke aktivne zgodbe, ne. Ker pač ti je to blizu, ne, in je treba paziti, ne, ker v bistvu, če imaš pol ti, 5 enih zgodb odprtih, ja, pol se te bo sam raztrgal in boš enak nesrečen, kot če enak ne boš imel denarja in časa za druge zadeve. Ne. Tako da v bistvu tle mi je ful pomagal pač ta pogovor z ostalimi. Ne rečem, da je šlo vedno tako, pač zdaj tako sem si začrtal in tako je bilo, ampak v bistvu fajn je imeti ta razmislek pa nek pogovor, pač prej s čim večjimi ljudmi pa njihovo izkušnjo. Pač. A je kakšen tak bil nasvet, da je pa res da si pa rekel, wow, točno to, ne vem, recimo pazi, da ne boš imel preveč takih aktivnih naložb, je bil tak konkreten? Ta je konkreten, ja, tako je. Okay. Ta je v bistvu tisto, kar sem si ga najbolj zapomnil. Seveda so pol še stvari, ki pač greš v nek, se pravi, razdelitev portfelja, ne. Ampak tiste bolj meni taka nezanimiva tema, zato imam jaz tudi v bistvu nekega upravljalca, ki pač skrbi za ta del, ki meni ni zanimivo. Nekaj časa sem sicer mislil, da pač z nekim izbiro delnic, ne, pa v bistvu, da nekomu dam, ok, zdaj pa ti kar izberi delnice, da bo to dobro. Tist pač je zelo različne pač rezultate lahko dobiš. Ne. Tako da zdaj konkretno ne, če pogledamo pač ta delniški portfelj, sem zelo zmanjšal pač te single position, se pravi te v bistvu, ne vem. Konkretno delnico. Konkretno delnico, kjer pač mora biti nujno nekaj tazga, kaj jaz verjamem pač dolgoročno v to. Ne. Se pravi, nočem se ukvarjati s tem, da bom, ne vem, na 4 leta gledal, zdaj hočem to prodati ali ne da se mi. Tudi nimam v bistvu nekih takih delnic, ki mogoče meni ne rezonirajo ali pa so v bistvu že malo na take zelo, kako bi rekel, so malo napihnjene v smislu zgodbe pa tako naprej, ala Tesla. Nisem nikoli imel v bistvu Tesla delnice. Spet, to ne pomeni, da finančno je to najboljš, ne. Ampak enostavno to je bila pač moja odločitev. Ne. Vem, da pač bi lahko boljš upravljal z denarjem, ne. Ampak v bistvu ga delaš, se pravi, ponavadi oblikuješ pač v bistvu nek, temu se reče family office, se pravi podjetje, ki se ukvarja s temi investicijami, pa vsaj une zadeve, ki so smiselne iti tako, čez podjetje investirati, investiraš čez tist, ostalo, kaj pa pač v bistvu kot fizično, pa pač držiš na fizično. In ti si naredil tak family office. Tako, ja. In v bistvu jaz to gledam bolj kot neko orodje, da pač je več tega na svetu, kar si jaz želim. Ali pa mogoče se to sliši malo hecen, ampak bom dal primer. Ne. En del portfelja, ne, je pa v bistvu take ilikviden, ampak zelo kratek. Ne. Se pravi, v bistvu imaš te private debt, posojila nekomu. Ne. Zdaj, to so bila predvsem pri meni 2 tipa. Eno so bile v bistvu te startupi, ampak samo v specifičnih primerih, kjer v bistvu dejansko si imel neko garancijo, da nekaj dela. Ne. Recimo pri BirdBuddyju so takrat oba dva z Rokom, ko so oni pač prišli v Kickstarter, dobili so našo investicijo in so rabili še več denarja za pač oglaševanje. Ne. Ker če nimaš tega denarja, pa v bistvu tudi ne moreš toliko več prodati. Enostavno. Njim je pač kazala metrika, da za vsak vložen evro dobijo 10 evrov nazaj, ne. Kar je zelo dobro. Ne. In sem pa jaz takrat rekel, Rok, kaj pa če bi mi dva posodila vsak po 200 jurjev in oni so naredili iz teh 400 jurjev pač 4 milijone, pa še z unim originalno investicijo so pol naredili tistih 5 milijonov. Kako si pa zavaroval? To je bilo kar bolj, mislim, tako, eno je, da tisti denar, ki je pač na Kickstarterju, ne, v bistvu ti vidiš, da je pač gor, je tvoj, ne, se pravi, v bistvu sam ta kampanja se mora zaključiti. Ne. Kickstarter ima žal to tako neumen, da ti ne daje sprot, da bi ti lahko v bistvu še povečval pa svojo kampanjo. Pa lahko je to 1 mesec, ali koliko imaš lahko, 2 meseca imaš lahko. Ja, ampak v bistvu smo, dosti dobro smo lahko spremljali, koliko je vsak tak evro vložen, kaj prinese. Tako da denar je bil tam. Ne. Valjda tudi pomaga to, da si pač že vlagatelj, pa poznaš pač ekipo in tako naprej. Ne. To je bilo tudi čas zelo nizkih obrestnih mer, tako da to ni bila neka, da bi gledala v bistvu to tako finančno. Predvsem smo hoteli pač firmi pomagati. Ne. Ali pa podoben primer, recimo, ko je
eno podjetje, ki se ukvarja z temi mobilnimi aplikacijami, ne, tam imaš pa problem, da Apple ti z zamikom meseca pa pol, ne, ti v bistvu izplačuje tvoj denar, ki si ga že dobil. In zdaj spet, ne, se pravi, garancija je bila ta denar, ki je tam v luftu, ti imaš že nekaj podjetij, ki to ponujajo ta produkt kreditiranja, ampak so ful dragi. Pa so pa spet z rokom v bistvu malo to nadomestili. Verjetno se šolah nek faktoring, ampak bi mogel prodati tam z diskontom. Ja, vse so produkti, ki so prav namenjeni za take firme. Ne. Drugo je pa v bistvu to, kar sem prej omenil, ne, pač te nepremičnine. Ne. Zdi se mi, da kakorkoli se gradi po Ljubljani, je tega premalo. Tako da v bistvu tukaj imam pač nekaj teh, se pravi, teh gradbincev, ki jim zaupam, ki pač v bistvu enostavno jim posodno denar, da začnejo pač v bistvu to, ker mi enostavno, se pravi, to bo vplivalo na demografijo. Mi moramo pač to malo bolj dolgoročno rešiti. Tako da to je pač en del, ne, kjer pač v bistvu rečeš, ti posodiš za, ne vem, par let, obrestna mera je taka pa taka in to pač vrneš nazaj. Ne. Ampak spet, meni je to dolg cajt, da se nočem s tem ukvarjati. In je to bolj sam, ja. Okay. Kaj pa naložba na Hvaru? Nepremičnina, ta pa je vsaj verjetno za začetku izgledala zabavna. Ali tudi ni bilo mišljeno, da bo bila zabavna, da bo bolj pasivna, mogoče malo poveš. Ja. Mislim, to je bilo moje razmišljanje, da en del pa mora biti v nepremičninah, čeprav zares ni čisto. Videl sem sam pač neko priložnost, ne. Takrat Hrvaška je bila še pred Schengenom, pa pred evrom, ne. In sem pač imel to izkušnjo v Sloveniji, kaj se je zgodilo. Ne. Tako da v bistvu takrat smo pač čisto gledali za hišo zase, in v bistvu potem najdel 2 vili, ki sta bili take pač večji, ki jih je nekdo zgradil prav za oddajanje. Ne. Sem rekel, ok, zakaj pa ne bi v bistvu pač to bilo taka investicija, ki pač enostavno tudi ti nek donos dela. Ne. Se pravi, nisem, da je razlika v neki vrednosti, ne, ampak v bistvu, da ti tudi še sprot neke dividende dela. Ne. Zdaj, kle lahko rečem, da pač kle sem se zakalkuliral v smislu, da pač seveda nimam pojma v gostinstvu oziroma v turizmu. Ne. Pa po drugi strani, kot Slovenc na Hvaru, hoče vse by the book delati in tam podjetje plačuje vse davke in tako naprej, kar za večino otoka ni čist ne drži. Ne. Nimaš nekega servisa, ki bi rekel, klele so ključi in pač zdaj mi pa ti to oddaji. Ne. Tako da zato pride vse precej dražje. Tako da prvi del kalkulacije, ne, se pravi to, da pač so te nepremičnine več vredne, to drži. Ne. Zdaj, ostalo je pa tak low margin business, da pač v bistvu nima smisla moje energije in časa, pa kakorkoli ti zaposliš, imamo tam pač človeka zaposlenega, ki skrbi za to, ne. Še vedno kakšne stvari pač preveč je dela. Ne? V bistvu je tako, da imel še eno firmo. Ne? In sem rekel, mogoče to polkam 60, 70, 80 let star, se s tem ukvarjal, pokupil sem zemljo vse naokoli, tako da ne morem sosedov dobiti in mogoče kdaj pač to pol po zidu. Mi je nekako želja, da bi naredil nek tak eko-otok, se pravi, da je v bistvu čisto samozadosten, tam imaš dosti vetra, tam imaš ogromno sonca. Lahko bi pač v bistvu dejansko tudi storil vodo, če bi bilo treba čez zimo. Ne? In naredil pač v bistvu nek tak koncept, da si pač čist neodvisen. Ne? Kar je mogoče en tak pozitiven side effect tega Hvara, ne? Je v bistvu to, da se pravi v Ljubljani, kar sem živel, vedno živim v stanovanjih, ne? Se pravi v centru stanovanjih in v bistvu nisem imel te izkušnje hiše. Ne? In pol tukaj vidiš, mogoče tako se srečaš z nekimi problemi, ne? Ki jih drugače niti ne bi in te v bistvu se tu dobro translatajo preslikajo v bistvu na neke, recimo eno podjetje, ki sem ga naredil, ki je v pametnem domu, ne, pametnih domovih in v bistvu je veliko teh izkušenj pa se tja not preslika. Ne. Tako da, če gledamo silver lining, je to, pa drugo, da pač tudi privatno imamo svojo hišo zraven in v bistvu pač to uporabljamo, ne, ampak to je ločena zgodba. Ne. Okay. Kaj pa ste še kakšni drugi taki naložbeni razredi, ki so ti, recimo temu, zanimivi ali pa taki, ki se jih ne dotakneš? Mislim, ena zadeva, se pravi, največji del so pač v bistvu te delniški trgi. Zdaj zaenkrat, pa tudi, kar mi je zelo blizu, so v bistvu te private equity, ne, se pravi, to so vlaganje v privatna podjetja z namenom, da potem ta podjetja zrastejo ali pa da dokupijo pa še neka druga podjetja v isti panogi in zrastejo tako večja, pa jih pa čez 10 let prodaš. Ampak to kot direktna investicija ali preko private equity sklada? Ne, direktna investicija je preveč dela, ne, spet v bistvu bi to pomenilo, da je pač jaz direktno investiram v neko podjetje in se nočem to iti, ne, ker nimam časa za to.
Ampak v bistvu zbral sem pač par skladov, ki jim zaupam in v bistvu pač v te investiral. No. In to je tudi neka taka zdeva, ki v regiji nekako narašča. No. Tudi tukaj je veliko te infrastrukture, recimo solarne celice. Jaz sem velik pristaš tega, ne, da mi moramo ratati energetsko neodvisni. Ne. Ker zdaj, če pogledamo, ne, od vsakega produkta, ki ga imamo nekje v trgovini, ne, tam od 5 do 15% je v bistvu gorivo. Ne. To gorivo pač ne pride, ni iz Slovenije. Ne. V bistvu ta cena gre avtomatsko ven. Ne. Zdaj, kam, okay, druga debata. Ne. Ampak v bistvu, če bi mi zamenjali vsa vozila za električna, pa vse ogrevanje, da je električno, ne, še elektriko pa znamo lokalno delati, ne, in smo lahko bolj neodvisni. Ne. In tukaj jaz mislim, da bo en kup enih vlaganj v to infrastrukturo, vidim pa to kot v bistvu neko varovalo, da če pride do nekih šokov v prihodnje, pa smo jih že v preteklosti videli, ampak lahko pride še precej večji, ta del energetika, ne, ima velik vpliv na ceno. Ne. In v bistvu zato pravim, da moramo to zrihtati. Po drugi strani pa tudi tako, ne, to, kar sem prej omenil, da Hrvati so prej začeli v bistvu s pokojninskimi skladi in imajo večje pokojninske sklade, pol tudi, ne. Sej oni tudi vlagajo v slovenske te private equity sklade, ne. Ampak v bistvu, če vidiš njihov trend, je bil velik te proizvodne hrane, so v bistvu pač te hrvaški private equity pokupili, ne. Ker tudi dobro vejo, lej, to je nekaj, kar boš rabil, ne, in to je pač v bistvu čist... No, se tudi zanimivo, se tudi v Sloveniji večino kupili Hrvati, ne, Slovenci pa kupujemo pa energetiko, ne. To pravim, ja, ker imamo čist premalo je tega pri nas, ne. A veš, drugače, če bi imel še kakšen sklad, bi se lahko kdo fokusiral na ta del, ne. Zato pravim, da v bistvu ta kapitalski trg bi bil lahko toliko močnejši, če bi sam aktivirali pač tiste razne depozite, ki jih imamo pač na bankah, ne. In tukaj mogoče, se pravi, ena zdaj, ki je glavna, ki sem jo pozabil, ne. Moje naložbe nimajo namena, da bi jaz zdaj ful povečal pač moje premoženje, ampak v bistvu samo, da ohranjam neko vrednost. To je ena od ključnih odločitev, ki se moraš pač odločiti. Ne. In pa se pač tudi drugače obnašaš. Ne. Gledaš pa predvsem v bistvu, se pravi, kaj so tisti glavni, kako preko, požiralci premoženja, ne, je to inflacija. Normalno to vidiš pač v bistvu po ceni kruha, mleka in tako naprej, ne. Ampak zares pač več, ko imaš denarja, v bistvu so to ogromne cifre. Ne. Zdaj, treba je pa sam se zavedati te inflacije, se zavedati, da če imaš ti tam, ne vem, rekel 100,000 evrov na banki, da teh 100,000 evrov čez 5 let, to ni enak vredno. Je še vedno 100,000 evrov, ampak realno gledano pač v bistvu je pa tega ful manj, ker so šle vse cene gor. Ne. In tukaj se mi zdi, da to se mogoče premalo zavedamo. In vidim tudi v bistvu pa naših bankah, ki tudi primerjam, ne, z drugimi bankami. Mi smo kar unikum v tem, koliko nizke obrestne mere za depozite imamo. Ne. Hrvaška ima boljš. Hrvati bolj razumejo, pač v bistvu, koliko mora biti nek pričakovan donos na nek depozit. Ne. Ker se vidiš, kakšne obrestne mere se dajo za kredite, pa kakšne za depozite, je velika luknja. Ne. Saj super, naše banke zelo fajn poslujejo, spet so hrvaški pension fundi so vlagatelji, mislim, da ima v bistvu Erste plavi, da ima celo 10% NLB-ja, če sem zanč prav slišal. Ni nič narobe s tem, ne? Ampak v bistvu sam pravim, da se mi zdi, da bi se ta denar dal ful boljš aktivirati. Ne? In lahko ga tudi zelo hitro obrneš, ne? Ker v bistvu ta obrestni račun, ne? Če ga gledaš za inflacijo, ne? Kako gre lahko negativno, ne? Je tudi v bistvu pri donosih. Se pravi, če si ti investiral pač v nek sklad, ki ima neke donose, pa dajmo reči, da ima, ne vem, 8%, zdaj to je čez 10 let, ne? Je to koliko, tam dvakratnik, mislim, da, ne? Veliko se nabere, ne? In v bistvu, če gledaš pa 20 let, pa še več, ne? Sam ta obrestni račun nam ni blizu. Predlagam vsakmu, da pač odpre Excel, pa sam potegne in vidi v bistvu, koliko je to. En plastičen primer, ki ga delam kot lekcijo za hčerko in zaenkrat ona še ne ve, no? Razen če zdaj poslušala ta podcast. Ampak v bistvu imam en ločen portfelj, ki so v bistvu čist simpel ETF, kjer imam pa čisto enostavno neko določeno količino denarja vsako leto dam gor.
Vsako leto. Letno ali mesečno? Letno, ne kompliciram. Pač v bistvu tudi ne probam tajmati, pač enostavno sem rečem, tako, tudi ne gledam nekega rebalancinga nič, ne, pač enostavno samo dodajam zraven. Ne. In v bistvu, če pogledaš ta denar, ne, se pravi, čez 11 let, niti ni bilo tako, da sem ves ta denar dal na začetku, pa zdaj čakal 11 let, ne, ampak v bistvu počas dodajal, ne, je to zdaj 3-kratna vrednost. Ne. So, te kapitalski trgi so tako dobro delali do zdaj, ne, da je v bistvu to tako delali. Zdaj, kaj bo zdaj? Veliko vprašanje, ne, tako da ne moreš sklepati po temu, ne, ampak se mi zdi pa, da bo dobra lekcija, da pol, ne, ko bo hčerka 18-20, ne, da pač rečemo, da idemo pogledati, pač, kako je to delalo. Zdaj, prosim, sam nadaljuj. Kakšno koli plačo imaš, daj tukaj zraven, nadaljuj. Ker če začneš pri 20 letih neke prihranke na stran dajati, se ti pa 40 to že urank pozna. In se mi zdi, da pa ne odlagati to v žimnico, a.k.a. banko, ampak v bistvu daj to res v nekaj, kaj je pač aktivnega. Ne. Kripto? Zlato, no pa prav kripto. Kripto, mogoče sem ga jaz gledal predvsem tako, čez tehnološke oči, ne, se pravi blockchain, kaj lahko s tem naredimo in tako naprej. Nič od tega mi ni pil vode. Ne. Čisto iskreno sem spregledal to, kar je pač kripto dejansko res ful dober, in to je, da ta želja ljudi, da bi radi nekaj na hitro zaslužili in obogateli. V temu, a veš, pač to, da pač je nekdo videl, da pač to dela in pa še onda od denar noter, veš, to pač v bistvu se je valili in zdaj pač imamo to, kar imamo. Ne. Sicer veliko enega kripta je pač umrl, Bitcoin je tukaj na rekordni velikosti, višini, ampak še vedno, pač tega ni mi blizu, no? Ker ne morem imeti tega, da ne bi to gledal kot neko ponzi schemo. Ne? Pa vem, da pač to je taka religiozna tema, marsikdo se pač tukaj ne strinja in naj se, ne? Sam meni je bilo nikoli blizu. In ne vem, imam tudi eno tako hecno zgodbo, ker en kolega je, se pravi, mi smo kupili rabljen voziček za hčerko in v bistvu pol tudi, ker je hčerka prerasla voziček, sem ga dal enemu kolegu, tudi pač znan founder v našem ekosistemu, naprej. Ne? In rekel, da je Grega, jaz bi ti nekaj dal za ta voziček. Vse rekel, da je pozab, nehi. Ne? Rekel, vsaj en Bitcoin ti bom dal. Ne? Zdaj, ne vem, koliko let je bilo že to, ampak to je po moje vsaj 7. Ne? Pa sem rekel, da je brez veze, ne da se mi wallet odpirati za to zadevo. Ne? Pa sem imel že recimo na Bitstampu sem imel že wallet, pa že denar naložen, pa vse, ampak nekako nisem nikoli najdel tega, da bi se prepričal. Ne, nisem. Nisem pač pustil, tudi čisto v redu. Je čisto vse en. Razumem, da Bitcoin gledam kot tako. To gre lahko še vedno full gor. Sicer ne vem, zakaj bi, ampak lahko gre pa tudi še vedno full dol. Elon Musk bo te naprt tweetov, pa bo. Ja, ampak to se mi ne zdi zdrav temelj. Ne. Tudi, da imaš Teslo, pa zelo verjamem, da jo bo pač vseeno izpeljal zelo dober. Ne. Pa Tesla je v bistvu 60% njegovega net wortha. Ampak da se ti pogovarjaš o firmi, ki dela avte, o vsem drugem, razen o avtih, ne, pa ta gre zdaj dol, pa ta naslednji kvartal bo še bolj katastrofalen, pa čuti se, da pa so Kitajci res tukaj pritisnili na gas. Ne, ne vem. Ampak Elon je Elon, on bo že nekaj izčaral, da pač v bistvu bo to uspelo dobro, sem prepričan. Ne. Sam ni mi pač do tega, da bi jaz v bistvu to niti bil del tega, niti to spodbujal. Ne. Tako da tega se izogibam. Zlato, mogoče druga tema. Zdaj, zakaj meni ni bilo blizu, je zato, ker to je tako zelo neaktiven. Se pravi, ti, ko investiraš v zlato ti stoji tam v sefu, neaktivno, nič ne naredi tvojemu gospodarstvu. Ne? In zato mi v bistvu pač ta stvar ni prav blizu. No? Je pa res, da pač zdaj svet ima neke take cikle, ne? Manjše, ima pa tudi en tak večji cikl, kjer pač tudi nakazuje vse, da pač v bistvu lahko, da pač prehajamo en tak cikl. Ne. Kar pomeni, da tudi v bistvu vse, kar imamo na teh javnih trgih, da lahko krešne tudi 50%. Ne. Vprašanje, ful enih stvari mora iti prav, da bomo to zvozili dobro. Ne. In ja, zadnje čase res se malo sprašujem, ali bi bilo dobro pač v bistvu en del dati v zlato. Ne. Ampak me je ful mod to, da pač enostavno nič koristnega ne naredi ta naložba. Ne. Ker vsaka druga pa ja, ne, v bistvu, če gledaš recimo venture kapital,
to gre direkt v delovna mesta, to gre direkt v neki podjetja, ki lahko pol postanejo podjetja, ki so po par sto ljudi ali pa še več. Ne? Pa tudi posameznike, ki se pol naučijo neki nova podjetniška zgodba, kroži znanje, ne? To je res tak spillover. Ja. In se mi zdi, da bi tukaj v naši regiji, ki imamo še toliko teh priložnosti, bi mogli več tega našega kapitala v to vlagati. Okay. No, zdaj, če se zaključek, jaz mislim, da smo res lepo dotaknili različnih tem. En tak, za zaključek bi te prosil, da končaš moj stavek, zdaj so se večkrat dotaknili prihodnosti. Ne? Slovenija bo do leta 2030. Kako bi nadaljeval? Če je GPT mode, to si dal zdaj za prompt in zdaj... Ne. Ne v smislu, kako dela. Kako dela GPT, ja. Pač da... Ja, ne vem, jaz sem seveda optimist, ne? In ful si želim, da bi pač enostavno Evropa najdla moč v sebi, da pač prepozna, da določene stvari moramo enostavno pač k sebi potegniti. Ne? Ne vem, ena zadeva, ki pač v bistvu nisem niti omenil, pa pač je velik problem, ne? Če gledaš pač to geopolitično. Ne? Eno podjetje, zdaj recimo, ki dela karkoli online, ne? A veš, tam on average 15-20% njegovega revenueja, ne? Gre v oglaševanje. Ne? In ta oglaševanje kam gre? Google, Meta, Amerika. Ne? Pol, če delaš mobilne aplikacije, 30% tvojega prometa gre Apple ali pa Google. Ne? Spet tja, ne? Nek tekst. Ne? Pa cloud, pa imaš spet. Pa imaš hosting in tako naprej. Ne? In v bistvu tudi, če bi se razpletel ta AI zgodba tako kot pač Američani upajo, ne? Pa v bistvu s tako valuacijo, kot ima OpenAI, ne? Je v bistvu, da pridejo do neke točke, kjer ti ne moreš tako lahko replicirati. Tako kot Google ne moreš zaradi tega, ker sam sebe hrani. Ne? Se pravi, vsakeč, ko ti zbereš nek rezultat, ne? V bistvu Google ratuje boljši in zaradi tega je pač najboljši. Ne? V bistvu na srečo pač OpenAI zaenkrat še ni najdel tega. Tako da so pač konkurenca tam 3 do 6 mesecev od zadaj, pa zgleda, da bo svet bolj fragmentiran. Ampak če bi se to zgodilo, ne? To pomeni, da pa vsa delovna sila, pa govorimo o developerji, pa govorimo o pravniki, pa govorimo o zdravniki, a veš, uporabljajo pač ta AI orodja, vsak da pač v bistvu od svoje plače, ne vem, še 200-300 evrov pač za to, da pač ta orodje uporablja, se bo rato ful bolj efektiven, super, ne? Ampak je spet en tekst, ne, ki gre tja. Ne? In v bistvu pol Evropa zgleda, ka nek tak se črpa, ne? Da se sam izčrpava. Ne? In jaz mislim, da moramo to... En del rešitve je tehnološki, no, definitivno. Tehnološka neutralnost, verjetno. Ja, tako, ja. No in kar se pa bojim... Tehnološka suverenost, v bistvu, da si ti... Tako, ja, pa nažalost v bistvu tudi, se pravi ta defense, kako se temu reče, obrambna, ne. Dual use se zdaj reče, malo bolj fancy izraz, ne. Ampak v bistvu tudi to, pa čeprav mi seveda ni všeč, ne, ampak v bistvu tudi to je ful močen del te suverenosti, ne. Zdaj, kar so pa lahko negativni scenariji, ne? Pa v bistvu to, da se bo nas tako izčrpavalo, da na koncu v bistvu prideš do ene točke, da nimaš drugega, kad otroka pošleš v tujino študirati. In pol, ko bo pač pri nam crashnil pokojninski sistem, ne? Ker tudi ne vidim matematike, zakaj ne bi, ne? Enkrat, ne? Pa s tako dinamiko, kaj ne bojo pol otroci pošiljali čeke v Slovenijo, da imaš tukaj pač dostojno pokojnino. Ne? Ne vem, to sta te dve sliki, ki v bistvu bi zelo rad, da pač nekako preprečimo, da ne pridemo do tega, do te res črne slike. Ne. Pa več stvari kaže bolj v bistvu na to črno sliko, kakor pa ne. Tako da upam, da znamo, kako bi rekel, reagirati bolj odločno, ker imam čas občutek, da smo kot tista žaba, ki se počasi kuha. Ne. Se tudi naučili smo se iz preteklosti, da naša država čez nekimi pač počasnimi, majhnimi koraki delamo neke spremembe, vse ok. Ampak to zato, ker smo bili itak v nekem trgu, ki je rastel. Mi smo itak pač iz nekje smo se mogli premakniti, da smo zdaj nekje v EU-ju pač na nivoju. Ne? Kaj pa zdaj naprej? Ne? Se mi pa zdi, da pa rabimo v bistvu malo bolj odločne poteze. Ne? No in rabimo take tudi, kot si ti, kot vaša iniciativa. Čim več podjetij, ki dobro izvažajo ven iz Slovenije. To.
V redu. Hvala, Gregor. Jaz mislim, da smo spoznali eno novo dimenzijo, slišali novo dimenzijo in glede podjetništva, glede države, tudi način tvojega razmišljanja, kako en uspešen podjetnik razmišlja o upravljanju premoženja, o plemenitenju premoženja. Tako da hvala, da ste bili z nami v drugi epizodi podcasta Naložbeni navdih, ki smo ga pripravili skupaj z Generali Investments. Kmalu pridemo z novimi zgodbami iz področja geopolitike, financ, upravljanja premoženja, podjetništva. Do takrat se lepo imejte, mi pa se kmalu oglasimo z novim gostom. Hvala za povabilo.